Lepo pozdravljeni v podcastu Odmev tedna. Tokrat z nami komentira komentatorica Karin Planinšek. Karin, pozdravljeni. Pozdravljena, Vida. Gremo skozi dogodke tega tedna, no in seveda, če to storimo, ne moremo mimo 1. decembra. Namreč leta 1989, 36 let je že od takrat, je bil napovedan v Ljubljani miting resnice, in sicer v organizaciji odbora Združenja za vrnitev Srbov in Črnogorcev na Kosovo. Božur se je imenoval ta odbor. No, potem je bil pa na podlagi odločbe mestnega sekretariata za notranje zadeve Ljubljana odpovedan. To so fotografije, ki jih je na Facebooku objavil gospod Boštjan Lesjak, in od tam sem jih tudi pobrala. Seveda so imeli veliko vlogo pri tej odpovedi tudi železničarji Slovenskih železnic. Namreč vedelo se je, da je Jugoslavija razpada, in to so bili zadnji poskusi, kako torej zmotivirati mogoče druge narodnosti v Sloveniji k nekemu odporu, k neki reakciji vsega tega, kar se je dogajalo. Zanima me, Karin Planinšek, vi ste mlajša generacija, kaj vi veste o teh dogodkih? Ja, do pred nedavnim nisem kaj dosti vedela o teh dogodkih, če sem čisto iskrena, a ne. Jaz vem, da nekaj let nazaj sem videla na 24 ur, je bil nek zelo kratek prispevek, se mi zdi, so samo omenili, zdaj mineva toliko in toliko let od mitinga resnice v Ljubljani. In jaz sem se takrat začudila, pa sem si rekla, kakšen miting je bil pa to, ne, kakšen miting resnice. Pol mi je še kakšno leto kasneje nekdo tudi omenil ta miting resnice, ki je bil v bistvu vpleten tudi zraven, ne, oziroma v preprečitev tega mitinga resnice, pa sem se spet začela čuditi, ja, za kaj se pa tukaj gre, a ne. No, potem sem pa šla to majčkeno raziskati in sem videla v bistvu, zakaj je tukaj šlo, koliko je bil to tudi nek pomemben korak do naše osamosvojitve. Pa vendarle nismo o tem kaj dosti slišali v naših šolah, ne. Zanimivo mi je bilo tudi to, da recimo, ko so na 24 ur o tem poročali, niso niti omenili vloge, te pomembne vloge, ki so jo imeli strojevodja. Gospod Kmetič. Sploh gospod Kmetič, ja, ki je bil prvi predsednik sindikata strojevodij. V Sloveniji pa tudi Istre, se mi zdi. Tako, samo to je res fascinantno, no, da v medijih toliko na hitro navržejo to informacijo, a ne, da recimo mi mlajša generacija se lahko samo začudimo, kaj pa so nam to zdaj plasirali, a ne, brez neke, brez repa in glave, kdo je imel tukaj pomembno vlogo, kdo ne. Pol greš pa gledat, pa v bistvu se čudiš, no, zakaj niso te ljudje, ki so imeli takrat tako pomembno vlogo, ki so v bistvu dejansko speljali tako obsežno akcijo, da so ustavili vlake, da niso te oboroženi Srbi prišli sem. Mislim, zakaj te ljudje nimajo večje prepoznavnosti, ne? Ja, no pa konec koncev, če bi bili mi neka država kot se šika, ne, bi na tem mestu, kjer je bil potem tudi seveda ob ustanovitvi države zbor in več dogodkov je povezanih s slovensko samostojnostjo, prav na tem trgu takrat še revolucije, zdaj republike. Tu bi vendarle morali imeti neko obeležje, pa mogoče napisane vse dogodke, kako se je začelo 1. decembra, pa potem protest in tako naprej. Vse to bi morali imeti, pa nimamo nič, ne. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi tudi v šolskem sistemu se vi v šoli kakorkoli obravnavali te teme? Ne, jaz se res ne spomnim, da bi karkoli govorili o tem. Jaz vem, da smo omenili te najpomembnejše datume, plebiscit, osamosvojitev. Meni se zdi, da niti o demosu nismo govorili, no, ker sem bila tudi jaz pol pri 22 letih začudena, kaj pa je bil demos. Mislim, sem rabila neko, res se majčkeno poglobiti, da sem razumela vse te dogodke, sploh sosledje vseh teh dogodkov, ne. Ker še pred mitingom resnice je bila recimo ta afera JBTZ, kjer so bili zaprti Janša, Borštnar, Tasić, Zavrl, ne. O tem tudi nismo se nič učili in potem sem spoznala ta odbor človekovih pravic, ki se je takrat ustanovil, pa tiste množične proteste, ki so meni za današnje čase nepredstavljivi, res. In v bistvu pol mlad človek je zelo šokiran, ko začne spoznavati to za nazaj, ne. Nekako se ti zdi,
ne vem, začuden si, da ti niso že prej opremili, ko si odraščal z vsemi temi informacijami, mislim, da to je del nas, to je naša identiteta. A ne? In države. Ja, in države, in težko mi gremo naprej kot neko zaveščen, zrel narod, če ne poznamo svoje zgodovine, pa kako smo mi, mislim, s kakšno muko smo mi prišli do lastne države. Res je, da je bila pri nas vojna mnogo krajša, da še vseeno nam je bilo veliko lažje kot recimo Hrvatom, ne? Kjer je vojna trajala dlje in je bila tudi zelo, zelo kruta, ampak še vseeno, mislim, tukaj so bili zares veliki napori, združevali so se takrat vsi, mislim, iz vseh, kako bi rekla, svetovnih nazorov so stopili skupaj ljudje, ne, in se borili za ta skupen cilj. In to se mi res zdi nekaj veličastnega, ampak o tem pa mladi ne slišimo kaj dosti. Ne. Manjka nam ta, tako kot ste sama rekla, časovnica. Ne, ja, ta proces je bil dolg. Proces osamosvajanja od Jugoslavije in od komunizma. Ja. To sta dva procesa, za katera praktično ne vemo nič in težko ločimo te datume in dogodke, ker jih je bilo res veliko. Ja, ker mi v bistvu se pa spoznamo samo s plebiscitom več ali manj, ne? Ja. Dobro, razen tisti, ki grejo mogoče, ki vzamejo zgodovino na maturi, a ne v srednji šoli, tisti grejo potem res podrobno, ali pa vem, da škofijske gimnazije imajo ponavadi, se bolj spoznajo s temi stvarmi, ne? Ker je tam tudi mentaliteta drugače pa, mislim, ko začneš spoznavati, da je naša osamosvojitev veliko več kot zgolj ta plebiscit, oziroma da je bilo več teh sprožilcev, ne, ki so pripeljali do tega plebiscita, kjer smo se soglasno, ponosno odločili za svojo državo in se potem osamosvojili in imeli tisto vojno. Ne. No in seveda, zanimivo, tudi jaz sem to pobrala z Facebook profila nekega Boštjana Lesjaka, ki ga ne poznam, ali pa mogoče ga poznam, ampak dobro, novinarji poznamo veliko ljudi. Nisem pa zasledila nekega večjega obeležja dogodka in sploh ne v medijih. Ne. To mi zelo manjka, da bi bilo vedno 1. december, pa bi se spomnili in tako naprej. Mogoče nekega dne. Ja, upajmo. Ja. No, gremo zdaj na današnje dogodke tega tedna. Torej, zdaj pomembno je, da spregovorimo o ministru Maljevcu. 1. decembra je namreč začel veljati sistem dolgotrajne oskrbe. Zdaj, pri tem sistemu je pa zelo veliko neznank, ni kadrov in to, kar je včeraj objavila Gospodarska zbornica, je pa strašljivo. Oni so izračunali, da mi pravzaprav plačujemo državljani, vsem namreč pobirajo 1%, pa uslužbencem še firma plačuje, ne? Skratka, da bomo drugo leto za 312 milijonov pobrali preveč, hkrati pa oni nenamensko že zdaj trošijo ta denar, in sicer ne za dolgotrajno oskrbo, ampak za pomoč in postrežbo, ki je tako iz drugega zakona, skratka popolna zmešnjava. Zanima me v bistvu, ali bo in kdaj nekdo napisal kazensko ovadbo zoper tega ministra. Ja, dokler se mandat te vlade ne izteče, sigurno do tega ne bo prišlo. To smo do zdaj pa že tokrat videli, da vemo, da oni se ne bojo kar tako dala, ne? Zdaj so pač prišli do te vreče denarja in je ne spustijo iz rok. Saj recimo tako, kar je, ko smo imeli primera, ne, Aleša Šutarja, ki je umrl, dobro, 2 ministra sta podala odstop, po drugi strani pa tisti minister, ki je bil še najbolj odgovoren, ne, zadolžen za to problematiko, je pa rekel, ja, sej, če pa jaz odstopam, pa to se ne bo nič rešilo, ne, to bi bilo neodgovorno, enako je rekel Golob, čeprav so oni odgovorni. Ja, 2 sta bila odgovorna, ne, ja, ampak pravosodje pa notranje zadeve, ti pa ne. Ampak, glejte, ta minister namenja zdaj 190 000 evrov za oglaševalsko agencijo za oglaševanje. Pa to je pravzaprav, lahko rečem, kraja tega denarja. Obdavčiti vse prebivalce, pobirati 2-krat preveč, namenjati za oglaševanje, kaj je to potrebno. Hkrati pa seveda starejši ljudje niso niti še prevedeni v ta nov sistem. Digitalni sistem ne deluje. Kako se bomo rešili in kako bomo rešili to situacijo? In v čem je pravzaprav razlika tistega zakona, ki je že bil, pa so ga oni na nek način takoj anulirali, izničili?
Ja, zdaj, ko ste omenila to, da namenjajo veliko denarja za promocijo, ne, to v bistvu se dogaja že celoten mandat te vlade. Oni so v bistvu vlada samo nekih lepih besed, pa kaj vse oni so naredili, bojo naredili, to, kar še niso, ker večine stvari niso naredili, bojo v naslednjem mandatu, ne, da bi si probali zagotoviti pač še dodatne 4 leta na oblasti, drugače pa od njih ni nič kaj več od tega, ne. Poleg tega, da je bilo veliko novih zaposlovanj po ministrstvih, ne, ta državni, kako bi rekla, aparat se je zelo razširil, izplačujejo si bajne dodatke, ravno zadnjič sem na Planet TV-ju gledala, kakšne dodatke za nadurno delo si izplačujejo ravno na Ministrstvu za solidarno prihodnost, čeprav 38 sekretarjev s povprečno plačo 4.000 evrov. Zdaj jih bodo imeli pa še dodatnih, mislim, da 6. Zanimivo, ne, človek bi si mislil, koliko te ljudje dejansko delajo, ne, to nadurno delo, pa rabijo toliko kadra, v praksi se pa vse sesuva, ne, ničesar ni za pokazati. Tako da v bistvu samo talajo svojemu nekemu krogu zaposlitve, pa pač državni denar, ne, zato ker pač lahko vse razpade, ne. Vprašanje, lejte, če bo sploh to Ministrstvo za solidarno prihodnost še obstajalo, bodo potem prerazporedili te sekretarje na druga ministrstva, ali kako bo s temi ljudmi? Zdaj ne vem točno, kaj bojo naredili, definitivno pa želijo čim bolj zacementirati svoje kadre na nekih ključnih pozicijah v državni upravi, na ministrstvih, ne. To se dogaja tudi recimo na Ministrstvu za zunanje zadeve pod Tanjo Fajon, ne. In dejansko počnejo take stvari, da se teh kadrov ne bo dalo nekako odstraniti še potem v naslednjih vladah, ne, da pustijo svoje ključne ljudi, da še vedno bodo imeli neko moč pri odločanju. Ne. In sabotirali. In sabotirali novo vlado. Tako, da bo v bistvu zelo težko karkoli premakniti, se bo dalo, ampak bojo pa hude muke, ker naredili so pač ne bojo se dali zlahka, no, tako bom rekla. Zdaj, če greva mogoče še na tisti prejšnji zakon, ne, ki so ga sami razveljavili, mislim, meni že, kot prvo mi je že to en velik absurd, da je bila ta stvar že urejena. Sredstva so bila do neke mere tudi zagotovljena, ne, in potem oni pridejo na oblast, pa si rečejo, to so naredili naši politični nasprotniki, čeprav je stvar že urejena in bi morala teči že od 1. januarja 2024, se mi zdi. Se pravi, že eno leto prej, preden so potem, oni so zamaknili izvajanje za eno leto, ampak so rekli ne, zato ker so to naredili tisti, ki jih ne maramo, ne, če se tako malo... Čistimo. Ki jih čistimo. Čistilna akcija, bomo mi kljub temu, da bi bilo to dobro za ljudi, razveljavili pa naredili po svoje. Da imamo mi pač vajeti. In pobirali 2-krat več denarja, kot je sploh potrebno. Tako. Da v bistvu imajo oni vajeti v svojih rokah, ne. Šli smo na referendum za to zadevo, oni so pač takrat uspeli zavesti ljudi, da so podprli ta njihov zakon, ne. In zdaj pač imamo tako stanje, kot ga imamo. Jaz sem zadnjič slišala en prispevek na radiju, da seveda odločbe prihajajo zelo, zelo, zelo počasi, pisane so na roko. In se mi zdi, da bo trajalo tam nekje do pol leta, da človek odločbo sploh dobi, nekaj takega. Tako da mislim, sistema ni. Sistema ni, ničesar nimamo in mislim, se tudi že sama pojava ministra nam da vedeti, da kaj dosti pa od njega res ne moremo pričakovati, ker se vidi, da to ni strokoven kader. Tudi ne vem sicer, kakšne so njegove kompetence, reference od prej, ampak ne vem, no, tudi že kot človek ne deluje kredibilen. V bistvu on je nevladnik, ne. On je prišel iz nevladnega sektorja, on je bil predsednik društva Legebitra. Pisal neke priročnike. Pisal neke zelo sporne, izprijene priročnike. On je v bistvu tudi bil med ustanovitelji inštituta 8. marec, ne, se pravi, že iz tega vemo, da je to direkten derivat stranke Levica. 8. marec je Levica. Tako. In potem je pa šel iz tega nevladnega sektorja, ki je, zdaj mogoče nočem metati vse nevladne organizacije v isti koš, ne? Ker seveda imamo nevladne organizacije, ki so koristne, ki nekaj doprinesejo k družbi. Problem so pa tiste, ki se ukvarjajo samo z
mešanjem megle, recimo, a ne. Kot je to Inštitut 8. marec, ki jih aktivirajo samo takrat, ko gre za neke politične Ki so v interese, bistvu a ne. obvodi političnih strank, še Tako. in financirani iz tujine, Soros jih financira. Tako. Še to je sporno pravzaprav. In te inštituti, društva so odvisne samo, živijo od državnega denarja. Tudi ravno v mandatu te vlade se je znatno povečalo financiranje teh nevladnih organizacij, ki so vladi naklonjene. In človek, ki pozna samo tak ustroj, ki je vedno založen, ne glede na to, kaj ti počneš z organizacijo, a jo dobro vodiš ali ne, vedno je pač preživeti zagotovljeno, potem tak človek tudi ne bo mogel res učinkovito voditi nekega ministrstva, ki je pa zadolženo za to, da narodu dobavi to, kar narod potrebuje, ne, da rešuje njegove probleme. Oni nimajo stika s tem, oni ne vejo, kako se tem stvarem streže, niti jim to ni v interesu, ne. Oni so pač tukaj zavohali priložnost, da se pripnejo še bolj na državni denar, da imajo vse v svojih rokah, ne. Vedeli so, da mediji jim bodo kolikor toliko naklonjeni, ker jaz mislim, da če bi bila to desna vlada, če bi si privoščila tak fiasko, bi že letela zdavnaj, ne. Sigurno bi vsi kolesarili ali se pa z motorjem vozili okoli parlamenta. Ja, se sploh ne bi več pogovarjali o tej temi, ampak nažalost pa še vedno smo tukaj, ne. No, in eden takih iz tega kroga, o katerem zdaj govorimo, je seveda tudi Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zdaj opozicija je vložila interpelacijo zoper Luko Meseca, ne, očitajo mu seveda razpad te socialne politike in pa seveda tudi to, da je pač pogrnil na celi črti, pa da recimo to problematiko romskih naselij ni reševal in dejansko, tako kot ste rekli, ne gre na teren. On je sicer zanikal vse to, ampak vendarle je tudi Luka Mesec, sploh njegovo nedelo, je izbilo sodo dno zdaj prav s temi dogodki v Novem mestu. Ja, tudi v Novem mestu, ko je bil tisti protest, ne, smo videli, da je med ljudmi zelo nepriljubljen, in jaz mislim, da že zaradi tega bi bila potrebna neka zdrava samorefleksija, ne, pa bi si človek lahko rekel, okej, zdaj po moje je čas, da se umaknem. Ampak tukaj so zadaj tudi neke politične računice, ne, ker Luka Mesec prihaja iz stranke Levica. Stranki Levica je uspel zelo velik met v tem mandatu, a ne. Oni so konec koncev najmanjša stranka v koaliciji, komaj so prišli čez parlamentarni prag, pa imajo v bistvu podpredsednika vlade. Oni vodijo Slovenijo zdaj. Praktično uničujejo, če smo čisto odkriti, po mojem mnenju. Tako, v bistvu se v praksi izvršuje njihov program, ne, ker Gibanje Svoboda nekega programa ni imelo, tako da dejansko smo zdaj priča temu, da je ekstremna levica prevzema Slovenijo in jo potaplja, ne, pred našimi očmi. In oni se že zaradi tega nočejo umakniti, očitno tudi Robertu Golobu to nekako ni v interesu, ne. In zanimivo je, a ne, rekla sva, da Luka Mesec ni šel na teren. Enkrat je šel edino na teren v tisto urejeno romsko naselje, ne. V Puščo, tam, kjer nekih težav ni, in je posnel en zelo žaljiv video, moram reči, no. Lepo je, da je pokazal, da se da, jaz se strinjam, da se da. Ampak da se na ta način, da ti pokažeš ljudem, da za vse veljajo enaka pravila, da imamo vsi pravice, hkrati pa tudi dolžnosti, a ne. Ne rešuje se pa problema na ta način, da ti greš v tisto območje, kjer je vse urejeno in rečeš v kamero, ja, poglejte, kako tukaj lepo ravnajo z Romi, župan jim deli pice, ali kaj, da lahko bi se tudi župani jugovzhodnih občin malo zamislili. Nekaj v tem smislu je rekel, no, v bistvu jih je nekako, jim je požugal, ne. Zelo nesramen odnos je pokazal takrat, in to ni, kakšen pristop je to? Mislim, to ni reševanje. Ja, vendarle, ko se sprašujemo velikokrat, koliko je v vsem tem, kar se dogaja, tudi z Romi, ne, vpletena ta mafija, ki trguje z drogo. In koliko je teh povezav z vodenjem, s politiki.
Ja, se to so v bistvu že v prejšnji oddaji govorile, oziroma nazadnje, ko sem bila vaša gostja, da se je res kriminalna združba infiltrirala med Rome. Oni so v bistvu videli priložnost v tej manjšini, ki jo imamo v Sloveniji, ker vejo, da je bolj zaščitena kot kovčevski medvedi in da ne glede na to, kaj bojo počeli, da bojo pač varni pred organom pregona, pred odgovornostjo, nihče se jih ne bo upal dotakniti, ker če se jih bo, bodo vsi uzmerjani s fašisti, pa rasisti, pa ne vem kaj še vse slabega. In ja, očitno določena veja politike, sploh ta veja politike, ki je zdaj na oblasti, ima nekaj od tega, da tam poteka kriminal, da se trguje z drogo, z orožjem. Očitno so tudi ta skrajna levica pri nas v Sloveniji finančno odvisna od teh poslov, kar nas niti ne čudi, glede na to, da je tudi župan glavnega mesta zelo močno vpet v neke sumljive mafijske posle oziroma ima neke močne vezi z mafijo. No, to so neke neuradne informacije. Levica pa tudi, jaz mislim, da ne rabimo dolgo, da ugotovimo, da je tam tudi močna poraba drog, med pripadniki levice. Jaz mislim, da tega niti ne morejo skriti že Luka Mesec. In ne podpirajo testiranja v parlamentu. Ja, že s tem se v bistvu izdajo. Vsak normalen predstavnik oblasti, izvoljenec ljudstva bi rekel, ja, seveda, dajmo se testirati, dajmo pokazati, da sprejemamo trezne odločitve, pametne odločitve za naš narod, ampak ne, oni imajo pa s tem problem in s tem so samo potrdili to, kar že mi ves čas vemo. Se Luka Mesec s svojimi kretnjami, njemu se vidi, da pač ta človek je na nekih substancah. Da je nekaj nenavadnega. Tudi če lahko sam še to omenim, zdaj se je spet omenjal Dušan Smodej v medijih. Iz Fotopuba. Ja, iz afere Fotopub, da ga ne najdejo. Čeprav mislim, to je malo smešno, da v bistvu organi pregona v letu 2025 ne morejo najti nekega človeka, ki je obtožen takih hudih kaznivih dejanj, takega hudega nasilja nad ženskami, proti katerem se bojda tako borimo v naši državi. In jaz mislim, da očitno je res tudi stranka Levica, funkcionarji Levice, da so močno bili vpleteni v to afero. Zdaj videli smo slike Aste Vrečko z Dušanom Smodejem, da so to kar tesni prijatelji in očitno ga nekako ohranjajo nevarnem, da ne bi on kaj preveč povedal. Ker sigurno, če bi ga privedli pred sodnika, bi ta človek zapel. Povedal bi vse, bi se maščeval in on jih nekako s tem drži v šahu, zato je tudi tako navarnem. Zato je tako zaščiten, po vašem mnenju. Ja. Dobro, zdaj ampak vendarle vlada na levi strani, če pustimo zdaj ta mogoče morebitna kriminalna ozadja, pa neke res leve, ekstremne zakone in pobiranje denarja in ta socializem, ki ga uvajajo, je vendarle panika na levi strani. Zdaj govori se, da se bosta, da razmišljata o združitvi Prebilič s svojo stranko Prerod in pa seveda SD, da sta se že dobila na kavici, Matjaž Han malo priznava, malo zanika. Torej, kakšna panika vlada na tej levi strani? Med temi starimi strankami, recimo ta bivša partija, pa zdaj spogledovanje s tem novim. Je definitivno vlada huda panika, ker v bistvu Matjaž Han je še pred časom, mogoče letom dni izjavil, da on pa s Prebiličem ne bo sodeloval na... Ker on želi neko avtocesto, ne? Ja, tako in da mu on tega ne bo omogočil, zdaj pa kar naenkrat se je zadeva obrnila, da oni bi se povezovali, ampak treba je vedeti, da oni se zavedajo, da jim stvari letijo iz roka. Če se tako izrazim, da nekako mnenje javnosti ni več na njihovi strani, ne glede na ankete, ni na medije, pa medijane in tako dalje, ki še vedno namerijo tak visok procent Gibanju Svoboda in strankam iz Levice. Tako da iščejo neke... v bistvu sprejemajo neke skrajne ukrepe, da bi se nekako obdržali pri življenju. Ker tudi SD, recimo, se mi zdi, je
najbolj potegnil takrat, ko v času tega mandata. Ja, same korupcijske afere. Same Vse so njihove. same korupcijske afere, tudi nekako Gibanje Svoboda se nikoli ni šparalo, da jih ne bi napadali, ne. Zelo radi kažejo s prstom eden na drugega. Ravno zadnjič sem videla neko objavo podmladka Gibanja Svobode, kjer so napadali v bistvu Mladi forum, se pravi podmladka SD-ja ali celo stranko SD. Tako da se zelo radi nekako boskajo med sabo. In tudi se mi zdi, da Gibanje Svoboda večkrat, ne Gibanje Svoboda, SD, pa ima mogoče malo bolj razumska stališča kot Gibanje Svoboda in Levica, pa se raje zadržijo, ne, da ne bi jih kdo napadal pa označil za janšiste, a ne, čeprav si raje mislijo svoje, s tem so nekako tudi v bistvu se popolnoma zgubili v tem prostoru skrajne levice, a ne, jih je ta prostor kar posrkal in so ostali brez barve, vonja in okusa. Levica je bolj ortodoksna, je taka, kot bi morala biti oni. Oni so približali se Gibanju Svoboda, pa mogoče malce bolj podjetnikom, ne. Ampak zdaj, kar beremo in tudi slišimo, je, da je mogoče Milan Kučan v bistvu spodbudil to povezovanje, čeprav je bil prej proti gospodu Prebiliču in da je angažiral ves ta levi pol, da bi vendarle dobili in obdržali volivce. Za te duše volivcev, da tako rečem, glasove volivcev gre. Ne? Ja, borijo se do zadnjega. Sem videla tisto izjavo Milana Kučana, da je v bistvu to povezovanje označil za nekaj odgovornega, ne, da glasovi se ne smejo drobiti na tako imenovani levi sredini, čeprav leve sredine pri nas, ne vem, levo sredino, ne vem, če smo pri nas kdaj sploh imeli, saj to, kar imamo zdaj, je samo še ekstremna levica, pa nič drugega. Tako da, ja, oni se zavedajo, da desnica pridobiva, ne, da možnost, da bi bila naslednja vlada spet leva, da je zelo, zelo majhna, da ljudje so jezni, ljudje so besni, a ne, s čimer so sami pripomogli, s čimer je pač največ pripomogel Robert Golob. Jaz mislim, da se tudi Milan Kučan in to ozadje, ne, zaveda, da je forsiralo Goloba. Ne? Ja, ki so ga v bistvu lansirali, ustvarjali so ga. Ne. Oni se zavedajo, da v bistvu tukaj so pa malo mimo pihnili, ne, s tem Golobom, ampak zaenkrat pač druge opcije nimajo, kot da ga podpirajo vsaj do konca mandata, nekako po drugi strani se pa trudijo, a ne. Že vedo, da so volitvena. Ja, si ustvarjati neko kvazi alternativo, ki jo predstavlja Prebilič, mogoče v povezovanju z SD-jem. Ampak zdaj, tu je zanimivo vprašanje, kdo od teh dveh zdaj koga rešuje? Ali rešuje Prebilič Hana ali Han Prebiliča? Jaz mislim, da vsak oziroma oba dva se malo rešuje ta en drugega, ne. Zato, ker Prebilič še vseeno, jaz mislim, da take karizme on nima, da bi zares pritegnil tako maso ljudi, da bi njegova nova stranka prišla bila tako močno zastopana v parlamentu, da bi on lahko bil mandatar. Še vseeno ima Robert Golob tako močno medijsko podporo, ne vem, kjer še niso vse luči, a ne, v bistvu usmerjene na Prebiliča. Še vedno je pač glavni Golob. On v bistvu tudi zelo tesno sodeluje z to Janjo Božič Marolt, ne. Ravno včeraj sem videla neko anketo, kjer je Zdaj spet vse na glavo obrnila. Ja, pa ta Božič Marolt je tako kot šlogarica, no. Mislim, a bere skavne vsedline? Ona je Jaz vsak teden drugače. Ona je res dokaz, da v bistvu to ni merjenje javnega mnenja, ampak ustvarjanje javnega mnenja. Jaz sem videla tisto anketo, kjer so spraševali, zakaj vam ni všeč Janez Janša, pa našteli ne vem kakšne vse slabe stvari, da on deli narod, pa ne vem kaj še vse, po drugi strani pa zakaj vam je pa všeč Golob, ne. In so našteli, ker predstavlja nekaj novega, ker je inovativen, podjeten.
mislim groze. To se pa res vidi, da so v bistvu, da je ona na plačilni listi Gibanja Svobode, a ne. Ja, ona bo propadla, ne. Njena firma, oni pač se menda, da je dobila živčni zlom zdaj po tem Ja, verjamem. referendumu, ne, in da je rekla, uničujejo mi firmo. Ja, Bo mislim, propadla. uničuje si jo sama sebi, tlej ne moremo pomagati, a ne. Ja. Se je pa kar suvereno zagovarjala takrat na Odmevih, no, da ja, ljudje pač ne razumejo, a ne, to ni bilo tako mišljeno, to je meni potem tako smešen gledati. Ampak v glavnem, ne, Golob si je tukaj kar močno prilastil te ustvarjalce javnega mnenja, konec koncev medije, ne. In Prebilič se zaveda, da mogoče sam ne bo dobil toliko pozornosti, niti nima neke karizme. Niti finančnega zaledja. Niti finančnega zaledja, tako, stranka je nova, a ne, zdaj to je v bistvu, mi imamo še dobre, 3 mesece, ne, 3-4 mesece in čas se izteka, teče jim voda v grlo. Po drugi strani imamo Matjaža Hana in SD, ki je tudi v bistvu, mislim, sploh ne vem več, po kateri poti bi oni radi šli. Po eni strani, ja, se smo na strani podjetnikov, ampak oglasili se kaj dosti ne bomo. Tako ali tako, ko Golob napove, ne vem, nov davek, božičnico, konec koncev, saj on to ne komunicira s koalicijskimi partnerji, z ministri, ampak to pač zvejo na tisti dan, ko Golob to pove medijem, a ne. Nimajo več nekega vzvoda, niso nek pomemben politični igralec in se mi zdi, da Prebilič pa Han v tem trenutku rabita en drugega. Zdaj v medijih sem videla sicer, da ne vem, kolikor to bi bil Prebilič malo še zadržan do tega povezovanja. Ja, ker ima evropsko plačo, ne, tudi tam je tudi denar v igri, ne. Tudi to, ampak mogoče še niti ne upajo vsega obelodaniti. Ja. Mogoče bomo zato še zvedeli, bo pa še zanimivo. No, no seveda, eno predvolilno temo so izgubili tudi slovenski podporniki Hamasa, slovenski Hamasovci bi lahko rekli. Zdaj, če verjamete ali ne, Univerza v Ljubljani, torej, to se pravi in druge, tudi univerze, njihovi profesorji, pa ne vemo kateri, niso se tako izpostavili, jaz nisem našla imen, so preprosto številni profesorji, tako piše tudi v Mariboru, ne, so se pridružili pozivu, ki so ga v vednost posredovali predsednici republike Nataši Pirc Musar in od vlade 5 ministrstev, 4 slovenskih univerz in najvišjih raziskovalnih ustanov so zahtevali vzpostavitev hitrih mehanizmov za izredni vstop in vizumske postopke za palestinske študente. To se pravi vse tisto, kar Donald Trump podi iz Amerike, ker so se v tem zalegli te radikalni študenti, palestinski in drugi levičarski na univerze. Vse tisto, kar zdaj gre ven, ker pač tam denar financira, družbe financirajo gospodarske družbe, univerze denarja več ne bo, pika. In vse tisto, kar Američani porivajo ven, mi na velika vrata vabimo v Slovenijo in na naše univerze. Kaj zdaj to pomeni? Ja, včasih se meni res zdi, da smo mi država samo zato, da živimo vse druge, sam lastnega naroda, ne, a ne. Vse bi dali, vsi pridite, vse vam bomo dali, ampak za Slovence pa pol ne ostane kaj dosti. To se meni zdi res žalostno, no, da se gremo take stvari. Ja, zdaj, a ne, v ZDA je zdaj slika drugačna, ker je pač prišla bolj razumna opcija na oblast, presekala to Bidenovo liberalno, konec koncev skrajno levo politiko, in nekako stvari vračajo nazaj v normalnost. Se opravičujem. Pri nas pa do tega preloma še ni prišlo, a ne. Vendar se pa ta prelom bliža vse bolj, ko se bližajo volitve in skrajna levica se tega močno zaveda. Oni so se sploh v tem mandatu razbohotili, ne, na vseh mestih, sploh univerze, pač na univerzah to cveti, sploh fakulteta za družbene vede, filozofska fakulteta, take bolj mehke vsebine, ne. In oni se zdaj ne dajo, oni pač se oklepajo tega, te svoje ideologije, a ne, želijo izvesti do konca, mogoče pa tudi še vedno želijo to temo plasirati med narod, ker je pač, ker s tem v bistvu zasledujejo svoj politični cilj.
Kaj s tem mislim? Ne? Zdaj, to je tema, ki zelo močno razdvaja narod. Ne? Te teme ne plasirajo zato, ker bi se jim res šlo za človeška življenja, za tiste, ki živijo v Gazi, ki res trpijo. In se s tem popolnoma strinjam. Ampak zakaj se te isti ljudje ne oglašajo za poboje, ki se dogajajo v Sudanu, recimo, ne? Tam je na milijone ljudi je lačnih, 100.000 ljudi so izgubili življenja. Zakaj se ne oglašajo o poboju kristjanov, ki se dogaja v Nigeriji? Ne? To je v bistvu genocid, ki se tam dogaja, ki ga izvaja komunistična partija. Noben se, v tem niti besedice. Ampak Gaza, Palestina, to pa je. Tukaj vidimo, da tu ne gre za neko humanitarnost, za sočutje. Tukaj gre za zasledovanje svojega političnega cilja, za deljenje naroda, zato, da ti zaslepiš narod, da se mi ne pogovarjamo o tistih stvareh, ki zares štejejo. Mene tudi srce boli, ko se dogajajo take stvari po svetu. Ampak mene tudi srce boli takrat, ko se to dogaja kje drugje. Ne samo recimo specifično v Gazi, ali pa recimo genocid, ki se je vršil na Slovenci, a o tem se bomo kdaj pogovarjali. Ne, o tem se pa ne bi. Ne, to je pa naredila revolucija, ki jo ljubim. Ja, to pa očitno mi na polno podpiramo. Ampak zanima me to, ta stvar s Palestino, z Gazo, z Zahodnim bregom, ta je zdaj že pase, to je mimo. Se je zdaj že vse podpisano. Jaz ne vem, spet zamujamo. Tudi te ideologi in slovenski hamasovci, ne vem, a ne berejo časopisov, ne gledajo televizije, sanjajo, oni so se ugnezdili v to temo, in zdaj je ne spustijo. Ja, to je točno to, kar sem rekla. Oni so pričakovali, da bojo mogoče na ta način lahko tudi zmagali na prihajajočih volitvah. Zakaj? Ker je to tako močna čustvena tema. Ste rečejo, lejte, ljudje umirajo. Tudi Urška Klakočar Zupančič je zelo dobra, ko pride do izkoriščanja vseh mrtvih v Gazi. Ja, otroci umirajo. In v bistvu kakršnokoli reševanje stvari v Sloveniji, oni lahko odbijajo s tem. Ja, ne, tam ljudje umirajo. Okay. Se mi zdi lepo, da se toliko zavzemajo, ampak tako, kot sem rekla, to ni neko iskreno zavzemanje za trpeče ljudi, ker drugače bi se zavzemali za vse tragedije po svetu. Kaj pa recimo, jaz sem šla pol brat, to njihovo peticijo, zahtevo, da se pač takoj sem pripelje te palestinske študente. In sem videla, da so pisali o tem, da tam prihaja do tega, da nimajo več na voljo izobrazbe, kaj so že rekli, da se dogaja genocid nad izobrazbo, nekaj takega. To so zapisali. In jaz sem se takoj pol spomnila, kaj pa recimo Afganistan, kjer so na oblasti talibani in ženske ne smejo hoditi v šolo. Kaj pa, tam se pa ne dogaja genocid nad izobrazbo? Kaj pa te ženske, ki si želijo hoditi v šolo, pa ne smejo, ker so pač ženske, tle se pa kar naenkrat ustavi boj za ženske pravice. In tudi Iran je isti. Ja. To so države, kjer so ženske že imele te pravice, pa so jih ukinili. Celo pretepena je bila ta deklica, zdaj že gospodična iz Afganistana, znana hčerka učitelja. Ja, to je ta dvoličnost teh slovenskih levičarjev, ki pravzaprav ne sledijo niti duhu časa. Če bi tako rekli. Res je. No, zdaj, ta teden seveda smo prižigali lučke na novoletnih jelkah. Recimo takole je Robert Golob v Mariboru prižgal lučke, potem pa je tudi bil zraven v Ljubljani, kjer je pa Zoran Janković seveda prižgal lučke, pa je bil Golob z soprogo samo zraven. No, in zdaj, kar je zanimivo, zakaj sem izbrala te posnetke, zato, ker imamo v Ljubljani letos novoletno jelko oziroma božični drevešček. In a veste, kakšno ime so zdaj izbrali? Kako je Zoran Janković marketinško pomagal Golobu? Vedno je bila ta jelka ali pa smrekica ali kakorkoli je imela žensko ime. Bila je Melanija, bila je Tina, karkoli. Letos so govorili, da bo Andreja. Ne, letos je pa božičnica.
Zdaj pa, seveda, to je pa čisti marketinški trik, ta smreka nikoli ni imela nekega splošnega občega imena ženskega spola, da tako rečem, a ne. V kolikšni meri se Janković in Golob podpirata tudi v tem marketingu, v kolikšni meri sta odvisna drug od drugega. Janković potrebuje Goloba, Golob potrebuje Jankovića. Kakšna je ta sprega in zakaj v bistvu traja? Ja, se v bistvu s tem ste že odgovorila na to vprašanje, a ne, ko je v bistvu Zoran Janković poimenoval to smreko, božičnica mu je zelo nekako, mu je priskočil na pomoč, ker ve, da je to taka tema, ki je dvignila veliko prahu med podjetniki, konec koncev povzročila veliko težav našemu gospodarstvu, in da tudi med ljudmi mogoče ni toliko naklonjenosti, kot so jo pričakovali, ker oni so mislili, bomo dali tistih par 100 evrov, ne, enkrat na let našemu prebivalstvu, toliko, da bojo rekli, koliko smo fajn, ne, pa se jim je mogoče to, se ni tako išlo, kot so pričakovali, in seveda naš Zoki je pa vedno tukaj, da pomaga skrajni levici, ne, in se je odločil zelo populistično poimenovati to smreko božičnica, kar je pa zanimivo, ker v medijih se mi zdi večkrat celo omenja, da je to zimski dodatek, oziroma so sami to poimenovali zimski dodatek, ampak smreka pa ni zimski dodatek, smreka pa je božičnica. Tako da to je tak zanimiv paradoks. Je pa tudi treba vedeti, ne, da Robert Golob pa Zoran Janković v bistvu imata že neko skupno zgodovino. V skupni stranki, ne, Pozitivni Sloveniji. Tako, še iz časov Pozitivne Slovenije, tako da jaz mislim, da je to neko prijateljstvo, ki sega leta in leta nazaj. Tako da mogoče iz tega vidika tudi Robert Golob ni bil tako zelo nov obraz na teh zadnjih volitvah. Mogoče pač prej ga javnost ni bil tako širše poznan javnosti. Ampak ja, sta pa definitivno imata svojo preteklost. Jaz mislim lahko, da sta tudi drug od drugega konec koncev finančno odvisna. Zoran Janković je zelo vpliven župan, najvplivnejši župan, ne. Težko si predstavljati, da ima nek župan tako moč v naši državi, a ne. On odslavlja ministre konec koncev, a ne. Ministri se morajo njemu opravičevati, ne obratno. Tako da ja, on je recimo tudi pomagal Robertu Golobu pri promociji njegove nove takrat še partnerke, a ne, Tine Gaber, ki se pravi zdaj Tine Gaber Golob, ko je, ne vem, je bilo to 2 leti nazaj, ko je smreko poimenoval Tina. Ja. A ne, ker še vseeno ona ne uživa takega ugleda med javnostjo zaradi najprej svoje preteklosti, ker če malo pobrskaš po internetu, najdeš, da partnerjev je bilo zelo veliko in to so bili sami taki, ki imajo denar, ki so bili znani, ki so vplivni. 57. Ne bi se čudila na to številko, ampak ja, to nekako ne vzbudi, mislim, ne uživa neke kredibilnosti, sploh tudi zaradi tega, ker ona je konec koncev samo neka vplivnica, ne. Ne obnaša se ravno letom primerno, in jaz mislim, da je tudi takrat Zoran Janković majčkeno želel pomagati pri lansiranju te veze v javnosti. Uspelo, jaz mislim, da mu ravno ni, no, ker še vseeno je Tina Gaber bolj deležna posmeha pri ljudeh, vsaj tistih, ki jih jaz poznam, pa mislim, da tudi širše, no. Tako da ne vem, koliko bo tudi uspel s to promocijo božičnice, ker še vseeno so pa težave v praksi tako hude, da nam tudi takšno poimenovanje ne more pomagati. Seveda, ti ljudje, ki bodo prišli, bodo rekli, joj, božičnica, pa se bodo spomnili, da so jo dobili mogoče, ne, ker to je pač bolj za ljudi, ki hodijo takole po cesti in pridejo na to praznovanje, ampak podjetnikov najbrž prav zelo veliko tukaj ne bo. Je pa res, da imajo podjetniki in podjetja zdaj velike težave, ker novembra so izvedeli, da bodo morali plačati to božičnico, zdaj se je to mogoče za nekatere zavleklo tudi v pomlad, v februar in marec. Prav zdaj sem brala, da recimo zasebni vrtci s koncesijo ne morejo tega izplačati. Skratka, cela zmešnjava, tako da bo tale božičnica priletela kot bumerang, pravzaprav ravno v čas volitev. Ampak zdaj zanimivo je, ne,
Zoran Janković je, mislim, da je imel v Delu intervju in je govoril tudi seveda o kom drugem kot o Janezu Janši, ne. In je rekel, da sta se ona dva nekako, da sta sodelovala do covida, ampak potem je pa prišlo do tistih dogodkov, pač, saj veste, protestov na ulicah, uporaba vodnega topa in tako naprej. In seveda je zanimivo vprašanje, da Zoran Janković podpira predsednika Vučića, ki zares obračunava s protestniki, ne, brez razlogov, z istimi metodami, kot jih ta Janković očita Janši, a tam je pa to v redu, ne. Torej, tu vidimo na neko dvoličnost, že v tem razmišljanju, že v nekem intervjuju, ki je v bistvu naročen, ne, dodelan, da že tam narediš tole napako, pa sploh tole rečeš, ker vsak reče, ja, kaj pa Vučić, ampak novinar ga pa to ni vprašal, ne. To je zanimivo. Ja, saj tukaj sva spet prišli do te dvoličnosti naše ekstremne levice, tako kot sva prej v primeru teh palestinskih študentov o tem govorili, se pač to isto kaže pri Zoranu Jankoviću. Jaz, ko sem videla ta posnetek, sem takoj vedela, da gre to v bistvu za predvolilno kampanjo, ne. Oni v bistvu neke vsebine nimajo za pokazati, oziroma ravno nasprotno, oni lahko pokažejo samo to, do katere mere so spravili na kolena našo državo pa narod, in vedo, da brez teh laži oni ne morejo zmagati. To je v bistvu njihova zadnja rešilna bilka, ne. Oni bojo, mislim, da sploh v času kampanje to zelo, zelo močno vpili, te laži, te floskule. Zdaj, že to mi je malo smešno, da je on rekel, da prej sta sodelovala z Janezom Janšo, ker on se je že leta nazaj javno opredelil za največjega nasprotnika Janeza Janše in da ga je v bistvu to tudi ohranilo na prostosti, a ne. Njemu zaradi tega ni bilo treba odgovarjati za vse te njegove finančne mahinacije, njega in pa njegove družine. To je pač bil nek izsek iz enega intervjuja, ki je imel na hrvaški televiziji. Tako da že tukaj se je zlagal. In jaz mislim, da ljudje morajo tudi začeti zelo pozorno gledati, na kakšen način te ljudje komunicirajo, a ne, ker če ti res natančno opazuješ ta posnetek, na kakšen način se on izraža, v bistvu vidiš, kako dober manipulator je ta človek, ne. Tukaj se vidi, da tukaj gre za čustveno manipulacijo, a ne. Glejte, teror so izvajali nad vami, a ne. V bistvu, a ne, po drugi strani pa podpira dejanski teror, ki se izvaja v praksi v Srbiji. Tako da te ljudje se zatekajo k takim zavržnim prijemom, da se ohranijo na oblasti, da se meni želodec obrača, a ne. Saj recimo tudi Urška Klakočar Zupančič je zelo dober primer izjemnega čustvenega manipulatorja, a ne. Jaz vem, da če ti z enim ušesom poslušaš te izjave, a ne, zelo hitro rečeš, ja, poglej, koliko ima prav, koliko so fajn povedali, ampak če pa ti res pozorno gledaš, kako te ljudje komunicirajo, se vidi, da gre v bistvu za najhujšo obliko spodbujanja sovražnosti, hujskanja in pa konec koncev tega, da si čim bolj koncentrirajo oblast v svoje roke, a ne, da ne bi kdo drug zraven prišel do korita. Če bi oni imeli kaj za pokazati, bi oni to oglaševali. Se ne bi jim bilo treba zatekati k takim zavržnim prijemom, k takim manipulacijam. Tako pa pač tega nimajo. Je pa zanimivo, ne, da bo in te slovenske Hamasovce, da tako rečem, podpornike, in tudi recimo zdaj Jankovića, ki podpira Vučića, njih bo pravzaprav zunanja politika sesula. Ta jih najeda, ne pa notranja. Mi sami temu očitno nismo kos, ampak razmere zunaj in glede na to, kako se oni do tega opredeljujejo, to jih bo pa najbrž neslo. Ja, jaz upam, da bojo tudi ljudje tukaj dosti zdravorazumski, a ne, da bojo znali prepoznati te diskrepance med njihovimi izjavami pa dejanskim stanjem v svetu, ne. In
Zaradi tega se pa tudi zatekajo spet k takim izjavam iz časa covida. Ja, spomnite se, o čem smo živeli, ne, ker jim tudi glavna tema jim je pobegnila, tako kot sva že prej omenila, Ja. ne, Gaza z nosom. Zdaj spet covid vlečejo. Ne? Ja, in zdaj spet vlečejo neke stare zadeve iz omare, čeprav je bila takrat situacija čisto drugačna. Ne? Po celem svetu. Po celem svetu, Ja. dejansko. Ne? To se ni dogajalo samo. Ne, nazadnje Srb Djokovič ni šel v Avstralijo zaradi tega, ker se ni cepil. Ne? Ja. Se je mogel odpovedati igram, ki bi mu prinesle denar. Ne? Ja, ja. To je bil svetovni problem, vse to ni bilo nekaj slovenskega na Ja. slovenski cesti. Ne? Ampak pri nas so uspeli ustvariti tako sliko, tako atmosfero, kot da se to dogaja samo v Sloveniji in da se je pač takratni premier Janez Janša čist zlepga odločil, da nas zapre brez nekega razloga. Ne? Taka klima je takrat vladala v državi. Mislim, totalen absurd, saj nobenemu niso bili prijetni te ukrepi, ampak v izrednem stanju smo živeli in konec koncev smo mi imeli še ene izmed najmilejših ukrepov, kar se tiče tega. Pa tudi recimo, če bi nekdo pristal na tezo, da je to zakuhalo pač neko globalistično gibanje. Ne? Recimo, če bi šli na to teorijo zarote, kako bi se pa temu Slovenija uprla? To mi Ja, povejte. ja, ja, ja. Tako, zdaj je Svetovna zdravstvena organizacija prevzela praktično nadzor nad vsemi bodočimi ukrepi. Ne? Da ne bo nobenega predsednika vlade, ki bo zdaj kriv za to, ker enostavno je že prej šlo za to, tudi če pristanemo na tezo neke svetovne zarote. Ja, Ne? ja, točno tako. Ampak dejstvo, da recimo Jankoviću le malce pada ta imidž pa podpora, je tudi dogodek, ki se je zdaj zgodil ta teden, namreč Jankovićeva zavrnitev referendumske pobude proti podražitvi vozovnic ljubljanskega potniškega prometa, ne, ker gre praktično iz €30 na €50, se mi zdi, ne, je bila pa zdaj razveljavljena s strani upravnega sodišča. Skratka, zdaj očitno, mogoče bomo imeli ta referendum, a podražimo vozovnice na 1,50, kar je na nek način zanimivo, da ne rečem smešno, ampak vendarle tudi stranke, ki niso tako markantne, pomembne, ne, recimo tu je šlo, mislim, da za Pirate, tudi te so na nek način začele najedati ta imidž in to moč Zorana Jankovića. Kaj se tu dogaja? Ali je tu bolj pomembna in opozicija proti Jankoviću zaradi njegove podpore Vučiću, ali je tukaj drugega zadaj? Ja, jaz mislim, da tudi Zoran Janković se je majčkeno preveč usidral v to idejo, da njemu pa nihče nič ne more. A ne? Konec koncev ljudje se menjavajo, generacije se menjavajo in take stvari ne gredo v nedogled. Ne? Sploh se mi zdi, da mi, mlajša generacija, smo v bistvu predstavljamo nek, kako bi rekla, svež veter. Smo ljudje, ki v bistvu nekako ne reagiramo več na te neke kvazi nedotakljive ljudi v naši družbi, ker če pač nekaj ni okej, nekaj ni okej. Ampak tukaj po drugi strani mogoče še vseeno ga najbolj bremeni njegova podpora Vučiću. A ne? S tem se je tudi zameril tej kliki, ki ga je prej podpirala, a ne, ampak srbskih Ljubljančanov. teh srbskih, ja, mladih, tako. kako ste rekli, generacija. Tako. In ki njim pač to ne pomeni kaj dosti, da je pač on že dolgoletni župan, da ima tak vpliv. A ne, Pa da je proti Janši. Ne? Ja, pa da je proti Janši, ker tukaj je pa, mislim, to, kar se dogaja v Srbiji, pa situacija takih velikih razsežnosti, a ne, to, kar se je tam zgodilo, kar se še vedno dogaja, da tukaj pa ne more iti potem samo pred javnost pa reči, glejte, jaz sem največji nasprotnik Janeza Janše. Podpiram Vučića. Ja, ne, iz tega se pa nekako ne more tako preprosto izvleči. Zato jaz mislim, da se mu tudi vedno bolj upirajo take stranke, kot so Pirati, ki so pač levi, ne, to pač je levica, ampak nekako pa ne morejo dopustiti, da pa prihaja do takih stvari. Zato mislim, da so tudi takim obrazom naše politike šteti dnevi. No. Čeprav Zoran Janković ima močan vpliv, jaz mislim, da tudi
prihajamo do neke točke preloma. Ne samo to, da ljudje spoznavajo, da mogoče vse, kar se je dogajalo do zdaj, da je neka laž, da so bili zavedeni vsa ta leta, nismo v stiku samih sabo in mogoče, ne vem, mogoče nas bo ta zgodovinski trenutek pripeljal do tega, da se pa očistimo tudi takih kadrov, kot je Zoran Janković. Bilo bi definitivno koristno za našo državo, za dobrobit našega naroda. Ampak ja, ne bojo se pa dali zlahka. No, še ena kadrovska poteza je odmevala ta teden, ko že govorimo o kadrih. Namreč Žiga Debeljak je zdaj dobil podaljšan mandat predsednika uprave SDH, ampak to eno leto pred iztekom njegovega mandata je dobil zdaj že kar nov mandat na rezervo. Saj konec koncev, bog ne daj, ampak kaj pa, če sploh ne bo več živ? Mislim, eno leto, kdo pa ve, kaj bo čez eno leto? Saj to je pa res smešno. Kdo si pa upa? Mislim, kako je zdaj to? Ja, situacija je res nepredvidljiva, nikoli ne vemo, kaj se zgodi. Bog ne daj, mu ne želim nič slabega. Kaj, če bi zdaj kar za 5 let naprej imenovali vse kadre, ali kako? Mislim, to je pa res smešno. Ja, oni se s tem ne ukvarjajo. V bistvu, že prej sva govorili o tem, da cementirajo svoje kadre na vseh odločevalskih pozicijah v državni upravi, na ministrstvih. Ravno tako v primeru Žiga Debeljaka, na Slovenski državni holding, to je precej premoženja. Ja, točno tako. V bistvu finančne tokove je potrebno zavarovati, ker vedo, da so ogroženi, da lahko pride, mislim, da najbrž bo prišlo do menjave oblasti, da bo prišla desna opcija, in jih poskušajo čim bolj blokirati v praksi. Ker, mislim, zamenjati oblast je v bistvu še, kako bi rekla, najlažja zadeva. Čeprav tudi do tega je potrebno velikih naporov. Ampak se na fotelj in tam ostati. To je, da se usedemo v pozicijo. In pa tudi, če se zamenjajo politične barve v državi, je potem zelo pomembno, kdo sedi v ozadju na odločevalskih pozicijah. Kdo so tisti sekretarji, kdo so vsi te podporni kadri, ki držijo gor ves ta sistem, ker konec koncev ravno oni so lahko največja ovira pri sprejemanju nekih koristnih odločitev za narod. Zato oni probajo čim bolj še vedno ohraniti to ekstremno levico pri življenju oziroma te svoje ekstremne kapitaliste, da nekako ne bi nekdo drug ogrozil njihovih finančnih tokov oziroma jim pač zaprl pipco. No, temu je močno protestirala Nova Slovenija. Poglejmo, kaj je zdaj Jernej Vrtovec povedal o tem imenovanju Žige Debeljaka toliko naprej, pa za 5 let naprej in tako naprej. Gospod Vrtovec, zakaj vi pravite, da je podaljšanje mandata na čelu SDH-ja Žigi Debeljaku neokusno in sprevrženo? Zato, ker se to dogaja 3 mesece pred volitvami. Lahko bo prišlo do zamenjave oblasti, situacija bo popolnoma drugačna. Ampak kot kaže, je gospod Debeljak ugotovil, da gre to letalo, ki ga pilotira Robert Golob, pač proti strmoglavljenju. In si je nadejal za to že vnaprej, zlato padalo. Jaz pa sporočam eno stvar, da po volitvah in verjamem, da v oblikovanju nove koalicije, da za to vrstne zlata padala ne bo nobenega prostora in da bo tudi to dejanje bilo sankcionirano. Zaradi tega, ker, kot je dejal gospod tajnikar, tukaj je ogromno sumov, tudi nepravilnosti in jaz verjamem, da bojo pristojne institucije ustrezno tudi na to reagirale. No, in zdaj v tem tednu je Nova Slovenija tudi imela programsko konferenco. Predstavili so svoj gospodarski program. Povejmo, in seveda so povabili tudi gospoda Brodnjaka, ki pa vodi Novo Ljubljansko banko. Pa poglejmo še ta dogodek, spet Vrtovca in Brodnjaka. Najprej sem vesel, da se pogovarjamo o tem, da sestavimo alternativo, ki bo pomenila v nadaljevanju po volitvah razvojno koalicijo. To, da danes država potrebuje razvoj, potrebuje, da lažje zadiha tako gospodarstvo kot podjetništvo, kot navadni ljudje.
In okrog tega se še vedno pogovarjamo tako s Slovensko ljudsko stranko, kot tudi s Fokusom Marka Lotriča. Dogovori se še dogajajo. Danes argument ne šteje nič več. Sprejemajo se populistični ukrepi, ki so povsem nepretehtani, ki naslavljajo partikularno interesno en pojav, ki ima seveda mnoge posledice na druge elemente v družbi, ki jih seveda naprej nihče ne pretehta. Se pravi, je popolno pomanjkanje sistemskega razmišljanja, zato da se kratkoročno, instantno zadovolji, kogarkoli se bi že pač naj zadovoljilo. No, lejte, bila sta ta dva dogodka, oziroma ta dogodek predvsem gospodarski dogodek, ne? SDS ni bila povabljena. Zakaj? Tu ne vem točno, zakaj se niso odločili povabiti Slovenske demokratske stranke, ampak jaz mislim, da so oni bolj ciljali, da povabijo te njihove potencialne partnerje, s katerimi se bodo povezovali na naslednjih volitvah, oziroma sestavili skupno listo, se pravi, da so povabili Marka Lotriča iz Fokusa, Tino Bregant iz SLS-a. Mislim, da so oni tudi v bistvu s tem, s to, kako bi rekla, konferenco, želeli nekako lansirati to njihovo skupno listo javnosti, in potem v bistvu, da bi tja povabili še SDS, mogoče ne bi bilo malo, kako bi rekla, odveč ali pa ne bi odvrnilo fokus od te njihove skupne liste, s katero prihajajo na državnozborske volitve. Tako da ja, jaz take stvari popolnoma pozdravljam. Jaz mislim, da pač rabimo take rešitve, se pravi, take politike v naši državi, ki imajo neke razumske ukrepe. Zdaj pa, če se mogoče navežem še prej na tisti seki 24 ur zvečer, ki so komentirali ponovno imenovanje Žiga Debeljaka. Pač Jernej Vrtovec je čisto korektno povedal, se mi pa zdi zanimivo, da je Uroš Slak povabil 24 ur zvečer Jerneja Vrtovca, kakor češ, zakaj vi pravite, da je to nesprejemljivo, zavržno in tako dalje. Jaz mislim, da bi bolj mogel na zagovor povabiti Roberta Goloba, pa predstavnike koalicije, v smislu, kaj se pa vi greste, Ampak pač pri nam je situacija postavljena na glavo, Medijsko, pač imamo, kar imamo. Medijsko predvsem Goloba se nihče ne upa dotakniti. Sicer je seveda vprašanje, kakšno je bilo ozadje oblikovanja te oddaje. Recimo, sama sem delala v medijih, vem, da včasih novinarji vabijo, uredniki vabijo, pa ta ne pride. Ampak v tem primeru bi bilo prav, da bi Uroš Slak, kot navajate, rekel, povabili smo tudi Goloba, pa ni prišel, ker je to tudi en del te zgodbe. To je res. Ampak vendarle v tej razvojni koaliciji, o kateri govorijo Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokus, kdo bo po vašem mnenju imel vodilno vlogo? Zdaj, če je šlo to za gospodarstvo, sem tu malce pogrešala izjavo ali pa večji poudarek Marka Lotriča. Nekako človek ne dobi pravega občutka, to je nek trojček zdaj, ki ni trojček, kaj se zdaj tu dogaja? Kdo je zdaj tu šef? Kdo zdaj vodi? Kdo pove, kaj bomo delali in kako bo? Kdo določa smer? To je res, kar ste izpostavili. To je res zanimivo, ker Marko Lotrič je še vseeno zelo močen podjetnik, s podjetjem Lotrič Metrology. Se mi zdi pa še vseeno, da vodilno vlogo tukaj prevzema NSI kot ta stranka, ki še vseeno pač je edina izmed teh treh, ki je v parlamentu, in ima pač največjo podporo na javnomnenjskih anketah. Tako da mislim, mogoče se ostale dva predstavnika strank preveč pomikata v ozadje, zdaj ne vem, kakšen je njihov dogovor. Je pa res, da obe dve te podporni stranki imata trenutno zelo nizko podporo na javnomnenjskih anketah. Zdaj stranka Marka Lotriča je tudi dokaj nova, in je to nekako pričakovano, sploh če nimaš, se pravi, vseh zvočnikov, vseh medijskih zvočnikov, je pač taka situacija v praksi. Zdaj v stranki SLS sem slišala, da so tudi pač določene težave, ne vem, mogoče se še malo lovijo po menjavi vodstva, ne vem, mogoče so kakšna notranja trenja in pa verjetno se še vseeno vsi trije med sabo dogovarjajo, kako zdaj sestaviti to skupno listo. Še vseeno je pa izmed njih najmočnejša NSI, seveda oni so pač
pač zastopani v parlamentu, imajo evropskega poslanca, jih je tudi številčno več, ne, in tudi jaz mislim, da oni bodo najbolj v ospredju. Ja, to se pravi, zdaj, če gledamo na paralelo Prebilič pa tisto povezovanje Han, kdo zdaj tu koga rešuje? Najbrž je vodilna NSI, pa malce rešuje, da tako pogojno rečemo, SLS in pa Lotričevo stranko. Ja, tukaj gre predvsem za preprečevanje tega, da bi se glasovi drobili na desni sredini, a ne, ker ponavadi, mislim, tisti glasovi, ki so šli za SLS, so šli tako rečeno v nič, ne, ker ta stranka že zelo dolgo ni v parlamentu, tudi Lotriču pač ne kaže, da bi prestopil parlamentarni prag, a ne, in se poskuša sestaviti neka širša koalicija, razumska koalicija, kar jaz popolnoma pozdravljam, a ne, tako kot se poskušajo na vsak način, na vse pretege rešiti na levici, je pravilno, da do povezovanja prihaja tudi na desnici, ne, ker pač treba je gledati širšo sliko in pa pride do nekih razumnih rešitev. Voliti s pametjo. Ne? No, ta teden smo izvedeli tudi eno zanimivo vest, namreč zanimivo zato, ker gre v Evropski uniji trend v drugo smer, pri nas pa bo pravica do gotovine vpisana v ustavo. Evropska unija pa seveda želi čim prej uvesti digitalni denar in tako naprej. Kakšno je vaše mnenje o tem? Je prav, da imamo gotovino kot najbolj zanesljivo plačilno sredstvo, ali bi lahko res končali s tem digitalnim denarjem, pa da opustimo gotovino? Ampak zdaj bo v ustavi, ne? Jaz to odločitev drugače pozdravljam. Pozdravljam tudi, da so v parlamentu toliko soglasno to podprli, da se je dosegla ta ustavna večina, da je prišlo do tega vpisa v ustavo. Jaz nisem ravno naklonjena tem trendom, da bi vse postalo digitalno, ker se mi zdi, da potem to odpira pot vse več zlorabam v praksi, ne. Jaz mislim, da še vseeno gotovina fizični obliki, se pravi, denar v fizični obliki mora biti v vsakem primeru na voljo, kaj če pride do izrednih razmer, ne. Takrat je še vedno priporočljivo, da ima človek vsaj nekih par 100 evrov pri sebi. Ja, tako pa recimo tudi starejši, ne. Starejši niso toliko vešči zdaj teh digitalnih praks, ne, in je prav, da to zavarujemo. Je pa tukaj po drugi strani vprašljivo, koliko se bo to zares zavarovalo v praksi, ker mi recimo v naši ustavi imamo tudi zapisano, da je Slovenija razdeljena na pokrajine, a ne, pa še do danes nismo prišli, da bi se to zares izvedlo tudi v praksi. Tako da, ja, piše se lahko marsikaj, pomembno je potem tudi, da se to zares pač prakticira, ne. No, ta teden smo bili priča tudi še enemu protestu, in sicer Društvo Srebrna nit, ki je bilo seveda tudi pobudnik novega zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ne, in so seveda izgubili na referendumu. Oni zdaj pravijo in vložili so pritožbo na Državno volilno komisijo, vlagajo to zaradi nezakonitega poseganja v kampanjo s strani nepooblaščenih ustanov in organizacij, ki v njej niso imele statusa organizatorjev. Tu so mislili predvsem na zdravniško društvo, zdravnike in pa cerkev, katoliško cerkev, ampak seveda tudi druge verske organizacije so bile. Zdaj, kaj vi mislite, ali bodo uspeli? Kaj mislite o tem? Ja, pod trenutno konstelacijo je možno vse. Težko napovem, ali bodo s tem uspeli ali ne, ker se bojim tudi najhujšega, ne. Da ponavljamo referendum. Ja. Tako nore stvari se dogajajo v naši državi, ne, tako da jaz upam, da do tega ne bo prišlo. No, jaz malo mislim, da jim to tudi niti ni v interesu, ker še vseeno, če se razveljavi ta odločitev ljudstva, bi si s tem nakopali še dodatno jezo, a ne, ki jo mogoče ravno ne rabijo pred volitvami. Je pa tukaj za izpostaviti to, da v bistvu tem ljudem zares nič ni sveto, a ne. Sej, okej, v redu,
To so ljudje z nekimi svojimi zgodbami, svojimi prepričanji, pač mislijo, da je to prav, ok, jaz mislim, da ni, ampak da pa ti niti ne sprejmeš tega poraza oziroma da ne sprejmeš tega, da je ljudstvo večinsko proti temu, pa da še vseeno želiš sforsirati nekaj na narod samo zato, ker, ne vem, so se oni pač teh 5 odločili, da pač ja, to more biti, ne mislim. Kot je rekel Brodnjak, neka partikularna zgodba se zdaj vleče. Ja, in se je treba vprašati, pa za koga se imajo te ljudje, da mislijo, da oni lahko odločajo kar v imenu vseh. Mislim, pa kam mi kot država bomo prišli, če bo določena opcija ljudi hotela ponavljati referendume, konec koncev volitve, toliko in toliko časa, dokler ne zmagajo oni, dokler oni ne dobijo točno tistega, kar si oni želijo, pa tudi, če se s tem strinja 5% ljudi v državi. Ja, mislim, to je pa definicija popolnoma totalitarnega obnašanja. Ne moreš se neka klika, mehna klika ljudi v državi proglasiti, da oni pa vejo, kaj je dobro za celotni narod. Ja. Ne. Ta vzorc vidimo že pri Jaši Jenullu, ki pravi, da on je pa glas ljudstva. Mislim, te ljudje, ki so bili cel življenje pripeti sam na državni denar, ti ne moreš zagovarjati celotnega ljudstva, ker niti ne veš, kaj je to, hoditi v službo vsak dan, pa plačevati položnice, pa kaj ne veš, mislim, kad ti preživetje ni zagotovljeno kar tako, pač, da ti pade vse z neba. In jaz sem tudi brala zapis Igorja Pribaca na X-u, ki je zapisal, ta referendum je bil nefer, nasprotna opcija, je v bistvu nas označevala za morilce. Pa sem bila tako, zanimivo. Kdo točno so bili tisti ljudje, ki so v času prejšnje vlade vpili po ulicah smrt, 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 da je treba vse pobiti, hodili s takimi plakati, kjer ste bila po moje še vi gor, gospa Vida, s takimi grozotami in to je ok. Jaz se spomnim, da so pač pred Ministrstvo za kulturo nastavili neko mizo, kjer je bila gor rdeča barva, v smislu kri, ne? S čimer so v bistvu prikazovali neke, kako bi rekla, prizore likvidacij, da bojo pa te ljudi kar odstranili, pa zlepa ali pa zgrda. Zdaj se pa ta ista skupina ljudi pritožuje, ker nasprotna stran, pa to sploh ni res, to, kar oni zdaj govorijo, ampak to, kar so oni počeli, to temo, ki so jo izvajali par let nazaj, to je vse ok, to je dovoljeno, ker so zasledovali svoj cilj, zato, ker pa zdaj se jim ni išlo tako, ker so oni želeli, zdaj pa to, kar naenkrat ni ok. No, v osnovi je to zdaj napad na svobodo govora, pa kdo bo zdaj meni prepričal, pa kje ne se zdaj jaz prijavim, da bom lahko rekla, kar mislim v zvezi s tem referendumom. Pa bo zdaj vsak volivec, ne smemo sploh več nič povedati, moramo se prijaviti nekam, pa mogoče lahko rečemo, če bo kdo dovolil, ali ne razumem sploh tega razmišljanja, vizavi tega, kar ste rekli, da so ropotali po cesti in so se oni sklicevali na svobodo govora, oni so lahko brali ustavo, oni so vse, zdaj, ko pa drugi ljudje bi kaj povedali, pa takoj pritožba na Državno volilno komisijo. Ja, zdaj, ko pa ne gre po njihovem načrtu, ne sme noben več nič povedati. Mislim, pa to je grozno, da živimo v taki državi, in če ti, mislim, pa to je množična indoktrinacija, če ti ne slediš tej narativi, v bistvu si izobčenec, si označen za sovražnika naroda. In ti grozijo, da ti bodo nekaj naredili. In to je v bistvu vnaprej ustvarjanje takega strahu med ljudstvom, da ko bi ti pa rad izrazil nestrinjanje z neko, kako bi rekla, mainstream narativo, v bistvu že imaš vsajen ta strah, če pa jaz kaj rečem, bom pa napaden, pa bom grd, pa lahko mi bojo kaj naredili, lahko bomo prišli tudi do te točke. In boš že samega sebe začel cenzurirati. To se dogaja že zdaj, In to želijo doseči in mislim, to meni je tudi žalostno, recimo, ko pogledam gospoda Pleterskega, jaz se zavedam, da gospod ima zelo težko zgodbo za sabo. Za svojim očetom. Za svojim očetom, mislim, to mora biti res, res grozen, da ti vidiš svojega starša, ki si poskuša vzeti življenje. Jaz si tega sploh ne morem predstavljati. Ampak, to je travma. To so pač, mislim,
To so življenjske situacije, ki človeka pripeljejo do roba in pač jaz res nikomur ne privoščim, da bi kaj takega doživel, ampak ti ne moreš zdaj svoje nepredelane travme prenašati na celo populacijo, pa iz tega ustvarjati pravilo. To so ekstremni primeri, ki se pač v življenju žal dogajajo. Ne? Ni pa prav, da zdaj želimo rešujemo svojo travmo s tem, da celo Slovenijo porinemo v nekaj. Ne? Vprašanje, ali bi on to travmo, če jo ima, sploh rešil tudi s tem referendumom in z drugačnim izidom. Najbrž ne. Najbrž ne. Ampak vendarle so pa te, ki so bili na tej strani vpitja in rekli ste celo mojo sliko, ne vem, kje je bila, ampak dobro, jaz imam bolj trdo kožo. Ne. Vse boljš, da niste videli. Ampak vendarle ne, recimo imamo novega namestnika predsednika KPK-ja in to je postal novinar Radia Slovenija Aleš Kocjan, ki je bil pa seveda tudi med nikogaršnjimi hlapci. Ne. Zdaj imamo namestnika predsednika, nimamo pa še predsednika. Zdaj je spet Nataša Pirc Musar odprla neke postopke. Torej, za kakšno nagrajevanje zdaj tu gre? Kaj zdaj dobivajo ti nikogaršnji hlapci? Kakšne pozicije? Kaj zdaj dobivajo? Ne? Zdaj, konec koncev, če greš ti iz novinarstva, ki je en lep predan poklic, ne? Eno poslanstvo bi človek lahko rekel, in praviš, da si nikogaršnji hlapec, bi človek pričakoval, da boš vztrajal. Ne pa, da greš potem v neko državno službo, ker potem dejansko, ne, recimo, če govorimo o hlapcih, si tam bolj hlapec, ali kako? Ja, jaz zdaj ne želim biti žaljiva do vašega poklica, ampak mislim, da po večini te novinarji, katerim smo priča na RTV Slovenija, da to so bolj družbeno-politični delavci, ne pa niti novinarji. Ne. Oni niti ne izvršujejo svojega poslanstva do polne mere, a ne, potem bi se pa še zaposlovali oziroma jih zaposlujejo na takih odgovornih pozicijah v državi. Zdaj, meni je bilo to drugače zelo zanimivo slišati, da so novinarja dali za namestnika, se pravi predsednika KPK. Jaz ne vem. Kaj pa ima on s tem? Ja, kaj točno, ker potem sem še iskala, a je mogoče on še kaj drugega ima, ne vem, a je kakšen mogoče pravnik, ali pa hobi. Za hobi znamke. Ali pa da za hobi rad prepoznava korupcijo. Ali bere kriminalne romane. Ali pa to. In sem bila tako, ne, ok, sam novinar je, in sem bila kar malo šokirana, a jaz česa ne vem, od kdaj mi dajemo novinarje, samo in zgolj novinarje za take funkcije, jaz ne vem. No, ali je to nagrada mogoče za to dvoletno stavko, ne, za tole kazanje pred RTV-jem? Ja, ne, očitno so to pač je prišlo do tistega, do plačilnega dneva, no, če se tako izrazim, za vso njegovo trdo delo v preteklosti, a ne, ko je pač protestiral pa nosil tiste majice, nikogaršnji hlapci. A ne. To v bistvu kaže tudi na totalno razgradnjo odločevalnih institucij v naši državi. No, ampak seveda, ne, zdaj, ko ste rekli institucij, ne, prav zdaj beremo, včeraj smo pa brali, da zdaj pa bo Ustavno sodišče vendarle vzelo iz tistega zaprašenega predala ta zakon in bodo začeli razpravljati in razmišljati, ali je ta zakon o RTV neustaven ali ni neustaven. Seveda je tu mogoče videti to intenco, da bi mogoče zdaj, ker se bližajo volitve, prišla bo nova vlada lahko po tem istem zakonu, ne, ravno tako koga odstavi. Ne. Zdaj bi bilo pa mogoče koristno, da bi zakon postal neustaven, pa se to ne bi moglo zgoditi. Te nikogaršnji hlapci se pa že v bistvu plasirajo na neke zagotovljene službe. Ne. Ja, tukaj v tem primeru lahko rečem dobro jutro Ustavnemu sodišču, a ne. Res je, da nisem zdaj jaz, kako bi rekla, toliko sposobljena, da jim lahko pametujem, ampak še vseeno po neki zdravi pameti, a ne, se pa človek vprašala, mislim, halo, kje mi živimo, a ne. Konec koncev bi prioritetno morali o tem odločati, pa niso. In
se tako, kot ste sama omenila, več kot očitno je to, da so počakali toliko časa, da so se izvedle odločilne rušade na RTV Slovenija. Oni so popucali v tej hiši do skrajnosti. Ne? Vse janšiste, čistilni servis, vse janšiste zmetov na cesto. Ne, sej grozno, sej se upravičujem, se smijo, ampak kaj takega, take norosti še nismo imeli. No? Sej na koncu ti res ne preostane drugega, kot da se še probaš vsaj malo nasmejati iz te situacije, ne? Ker drugače bi, ne vem, bi res lahko samo bili še melanholični. In v bistvu ekstremna levica je prevzela ta zavod, konec koncev so tudi Nejca Krevsa odslovili kot voditelja Dnevnika, pa je bil, pa je on blizu SD-ju, ne? Če se ne motim, njegova žena je v ampak SD-ju. on pa ima rad Izrael. Ja, seveda. No, mogoče ugibam, ne, ampak dobro, to je kar treba, to je križanka, moraš rešiti. Ni samo en moment, je več faktorjev. Več stvari, več točk, jih moraš povezati med sabo. Seveda, on ni Hamasovec, pa seveda ne ustreza vsem kriterijem, ne, je pač padel. Mogel bi se zamisliti nad sabo. No, oni so izvedli čistke, se pravi, vrgli so na cesto vso ekipo oddaje Panorama, zdaj so se še na Eriko Žnidaršič spravili in svoje delo so naredili. Ne. Zavod so uzurpirali, vse lovke imajo tam, tudi ko bereš te njihove članke, si misliš, pa kaj je to glasilo Komunistične partije Slovenije ali kaj. In jaz sem tudi dobila informacijo, da recimo, ko so poročali še o kakšnih poplavljencih, ne, o ljudeh, ki še vedno nimajo nič, ne? Nimajo Od ničesar. obljubljenih ne vem koliko hiš. Pa recimo morajo zbirati sami prispevke. To je bila zgodba neke družine, to poletje je bila aktualna in je tudi prišlo to do RTV-ja. Oni so pač povedali svojo zgodbo in ko so prebrali objavljeni članek na RTV-ju, so bili zgroženi, ker so videli, da je bilo to, ključne stvari so vzeli ven, to je bilo čisto predrugačeno, ne, in ko so klicali to novinarko, je rekla, veste, jaz vsega ne smem objaviti. Ne. Tako da tam vlada, čeprav mogoče se mi tega ne zavedamo, ampak tam vlada zelo, zelo močna levičarski teror. Ker tudi konec koncev Tarča, ne, saj Erika Žnidaršič je bila tudi med nikokršnimi hlapci, zraven Marcela Štefančiča brala in stala in vse živo, ampak vendarle, zdaj tudi ona dobila prepoved in cenzuro, ne, je že zbolela, zdaj ta teden že ni bilo Tarče, kaj bo prihodnji teden, bomo videli, ne. Ne sme se vprašati, Golobove prav nič, ne. Ne, res ne. To se ji pa kar malo vrnilo, no, gospe Eriki. Kot bumerang. Res, kot bumerang je to prišlo nazaj. Zanimivo, da nikoli ni bilo nekih odpovedi Tarč zaradi bolniške, zdaj pa kar naenkrat, ne, niti ni nobenega, ki bi nadomeščal, pa bi Tarča še vsem bila. Zelo zanimivo je bilo prebrati tisto novico, da bo zdaj pa oddaja Tarča drugačna. Da ne bo več tako senzacionalistična, ne vem, kateri izraz so že uporabili, da zdaj bo predvsem strokovna, da bo, se pravi, raziskovalno novinarstvo prisotno in da bodo predstavniki politike samo takrat v oddaji, ko bodo klicani na odgovornost. To se pravi nikoli. Nikoli, res, tako da to se jim je pa v bistvu fejst maščevalo, ne. Ker to je bila edina tista oddaja na RTV-ju, gledana, pa ko si v bistvu, ko je človek še rekel, ko je prikazala vse, se mi zdi, vidike. Vse vidike, res podrobno so raziskovali tematike, jaz verjamem, da so te ljudje res delali, ker se je to tudi odražalo, ne, v sami oddaji, in kar naenkrat je šlo pa to predaleč, ne, pa je aktualna oblast rekla opala, tole je pa še vsem preveč gledano, da bi si mi to lahko privoščili toliko pred volitvami in so pač odrezali. No, seveda ta teden 3. decembra smo praznovali tudi rojstni dan Franceta Prešerna. In zdaj, seveda, ta dan je vedno dan kulture, kulturne ustanove odprejo svoja vrata, tole je zdaj nov logo, ne, Asta Vrečko je tudi tukaj zapravljala malo denarja, najbrž prejšnji znak ni bil v redu, mogoče kakšen prijatelj ni imel dovolj denarja za malico ali ne vem kaj že imajo, ne, pa so
pa so nekoga najeli. Ampak zdaj šalo na stran, dramatično je pa tole, ne, da je Drama dobila novo direktorico, to je gospa Ivana, oziroma ona pravi, ker prihaja iz Srbije, Ivana Đilas, ni pa v sorodu s tem znanim Đilasom, ampak je pač en drug Đilas, ne. Priseljena je iz Srbije, s tem seveda ni nič narobe, ni sorodnica Aleksandra Đilasa, ampak poglejmo, kako je ona v oddaji Prvaki tedna v ponedeljek Gašperju Andrineku odgovarjala na vprašanja. To je zdaj tonski zapis, bomo poslušali, ker je pač bila radijska oddaja. Prisluhnimo. Ste pričakovali, da vas bo resorna ministrica izbrala za novo ravnateljico SNG Drame Ljubljana? Ste nekako, če smemo uporabiti izraz, v to igro vstopili kot favorizirana kandidatka? Vedela sem, da je ta trenutek, v katerem se Drama našla, kako bi temu človek rekel, neprivlačen. Ne govorim, da je Drama neprivlačna, govorim, da je trenutek, v katerem je treba po eni strani braniti kreativnost in umetnike, in po drugi strani smo izgnani, tako rekoč, v neko skladišče, ki je sicer fenomenalno lepo opremljeno in zelo prijetno na našo srečo, ampak še zmerom smo begunci. Da ta trenutek ni enostaven in da kdorkoli bi se odločil od umetnikov to delati, bi mogel opustiti vso svoje kreativno delo in se začeti ukvarjati z bojem za vrnitev nazaj v mesto, za naše nove prostore in da se je treba odločiti, da opustiš režiranje za nekaj časa, pisanje za nekaj časa in vse ostalo, in da je, mislim, vse ostalo, pač, in se začneš ukvarjati z neko drugo vrsto dela. In to ni enostavno. Ni enostavno zapustiti vse, kar si gradil, in se prepustiti. Nihče od umetnikov nima rad, noben igralec nima rad vodenja gledališča. Vsi imajo radi, da delajo svoje delo in da imajo pogoje za to. In ko tako veliko ljudi začne kazati nezadovoljstvo, razmišljati o tem, kaj je narobe in kako bi moralo biti, je to ni prijetna situacija, ni enostavna situacija. Tako da raje kot na favorizirano ali ne vam odgovarjam, predvidevam, da so na ministrstvu iskali osebo, ki bo pripravljena iti na drugi tir, oziroma se prestaviti in se lotiti izključno samo od tega in do konca tega in se boriti za predvsem za to, da bomo vrnili Dramo v mesto, v naše prostore v najboljšem možni obliki. To pomeni z najboljšimi in najbolj kreativnimi možnimi predstavami. Torej, to je bil odgovor Ivane oziroma Ivane Đilas, ne. Seveda ni moteče, da kulturne inštitucije tudi v tujini imajo lahko tudi tuje direktorje, ne. Ampak tu vprašanje, ki se tu pojavlja, je, vsaj meni se je to zastavilo, zdaj, ali med slovenskimi kulturniki, ker tudi gospod Đilas to na nek način pove, ni nikogar, ki ga bi bilo dovolj v hlačah, da tako rečem. To se pravi, tudi prejšnja direktorica je odstopila, da smo morali zdaj neko pravzaprav ubogo režiserko, ki prihaja, a veste, iz Srbije, potunkati v to zadevo, kaj zdaj to, ali je to zdaj namenoma, kaj si lahko mislimo, da imamo neko Ivano Đilas, ki konec koncev, če smo zelo pozorno poslušali, se dobro, pač govori kot govori, ne govori popolnoma slovensko, ne, nas lahko tudi to zmoti. Kaj se je zdaj zgodilo, da smo neko ubogo gospo potunkali na to funkcijo? Ali gre tukaj za načrt, neke,
čebinske aste, bom se tako rekla pogojno, ne, ki pravzaprav namenoma na te slovenske tudi kulturne ustanove poriva neke svoje kadre, ali ni bilo nikogar drugega, ki bi si upal, zakaj se Slovenci ne lotimo, zakaj ni nekega pogumnega slovenskega kulturnika ali pa režiserja, ki bi pustil režiranje za 1 leto ali pa 2 ali pa 3 in bi rekel, v redu, speljal bom ta projekt. Kaj se tukaj dogaja? Ja, dobrih slovenskih umetnikov je drugače veliko, pa jaz tudi verjamem, da so usposobljeni. Sam problem je, da jih ne spustijo zraven, ne? Ker ta krog levice, ki se je infiltriral v kulturo, je tako močen, da če nisi njihov, pač te ni. Zdaj jaz, ko sem poslušala tale odgovor od te gospe, mislim, prva misel, ko se mi je utrnila, kaj pa je to za eno mlatenje prazne slame? A to je odgovor? Ja, si pravim, tudi jaz sem bila šokirana, no, mislim, a razumete, nek direktor, ki bi rekel, gremo, bi imel odgovor, ne? Ja, ne, tako je bilo pa najprej, a ne, ni vedela, kaj bi rekla, zato ker je pač mal dobil s tem vprašanjem, a ste vi zdaj favoritka, odgovorila je čist mimo, a ne, čist nekaj tretjega, v bistvu je že s tem nam odgovorila na vprašanje, a ne, če se tako izrazim. V bistvu je pa, mislim, to je bil totalno političen odgovor, a ne, ker veš, da direkten odgovor na to vprašanje bi te spravilo v neugoden položaj, je pa pač začela kvasiti neke klamfe o tem, ja, pač jaz sem mogla sem priti, ker drugega ni, bla, bla, bla. A ne. V resnici pa jaz sem slišala od drugih umetnikov tako malo na terenu, tiste, ki poznam, da tako, kot sem že prej rekla, ne, to, če pač nisi njihov, pa tudi, če si dober, te zraven ne spustijo. V teh kulturnih vodah je pa to tako močno prisotno, ta skrajna levica, tudi tisti, ki hodijo na take fakse, ne, bolj kulturne, mi to znajo povedati, da je tam res kar hudo, da tam pa boljš, da si ti, tudi če imaš drugo mnenje, ker potem so ti vsa vrata zaprta, ne, pa če si dober ali pa ne. Jaz sem šla tudi brati o tem, kako je bila ta gospa imenovana za direktorico, da so vsi proti njej glasovali. Vsi so bili proti, ja. Vsi so bili proti, člani sveta, zaposleni, pa je še vseeno je bila imenovana. V bistvu s tem je dala Asta Vrečko vedeti, da ona kadruje popolnoma politično. Ne? Ona nastavlja svoje kadre in jo ne zanima, a so usposobljeni, a ne, a je to dobro za zavod ali ne, pač važno, da so naši. Tudi slišala sem od direktorjev raznih društev, ustanov, izobraževalnih ustanov na terenu, da to, kar se dogaja pod tem ministrstvom, da je dobesedno rušilno za našo slovensko kulturo. V bistvu ni več, se mi zdi, nekega vlaganja, ni več nekega dialoga z temi ustanovami po terenu in da se dogaja katastrofa za zaprtimi vrati. Se o tem v bistvu niti kaj dosti ne govori. To je tudi zelo zanimivo, kako zaprta je ta klika ekstremne levice v Sloveniji. Čist nič ne uide ven. Edina stvar, ki je tako nam mogoče malo za hip odprla oči, je bila ta afera Fotopapa, kjer se jim je pa zadeva ponesrečila, kjer smo lahko videli, da se pa dogajajo zelo, zelo temačne stvari pri predstavnikih levice v Sloveniji, pa tudi pri določenih estradnikih, ki so bili tam zraven, če se ne motim. Tako da je zanimiv, kakšna nedotakljiva kasta so oni v Sloveniji, kakšno rušilno moč imajo, če jih ti spustiš na oblast, kar zdaj vidimo, in kaj se potem dogaja s ključnimi ustanovami v Sloveniji. Zdaj ne vem, kaj to pomeni za prihodnost Drame, težko rečem, ker te gospe osebno ne poznam njenih kompetenc, ampak če so bili zaposleni proti, člani sveta proti, ja, ne vem kaj. No, ta teden seveda bomo to še komentirali in videli, kaj se bo dogajalo in odvijalo predvsem s to Dramo. Izvedeli smo tudi za Prešernove nagrajence, to sta arhitekt Saša Mehtik in pa plesalka Bučar, ampak o tem bomo še komentirali v drugih oddajah. Vendarle pa povejmo zdaj, če se vrnemo na RTV Slovenija, spet novico iz tega tedna, da seveda Izrael bo sodeloval na Evroviziji. Medtem ko sta pa Natalija Gorščak
in pa seveda tudi Ksenija Horvat, prva med temi slovenskimi pripadniki Hamasovcev, da tako rečem. Ksenija Horvat specialno je pa že veliko prej povedala, da RTV Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji in zdaj so odločili, da pač Izrael bo, torej nas ne bo. Res je še nekaj držav, Španija, Nizozemska, Islandija, Irska, ki ne bodo sodelovale, ampak vendarle, kaj zdaj to pomeni, da neka direktorica televizije, neka novinarka, nič posebnega, no, dela zunanjo politiko v bistvu na tej funkciji. Kaj ima to zdaj zveze? A je ona zdaj Tanja Fajon, saj tudi Fajonova je svoja zvezda, ne, tudi ona prihaja kot novinarka z televizije. Kaj zdaj to pomeni, da zdaj skozi RTV delamo neko hamasovsko zunanjo politiko? Ja, to nam pove, da to v bistvu niso strokovni kadri, ki bi sprejemali strokovne odločitve, ampak da so to navadni aktivisti, ne, ki pač še vseeno želijo skozi take stvari plasirati v javnost to, kar so se, o čemer so se prej pogovarjali, se pravi to temo Izrael-Gaza, ne. Ja, zdaj zanimivo je tudi to, da čeprav se je vedno hotelo bojkotirati Izrael na Evroviziji, pa je potem Izrael dobil največ glasov, se mi zdi, od gledalcev, ne, v Sloveniji. No, zdaj so spremenili tudi način glasovanja, ne, ker je bilo možno je bilo 20 klicev iz ene številke, zdaj jih bo samo 10, ker menda, da so angažirali vse Jude po Evropi, ali torej to berem v člankih. Ja, da je bila neka zarota, ne vem, ali je res, ampak tako nekako so temu očitali načinu glasovanja. Ampak pustimo to, saj tudi v Sloveniji je bilo z načinom glasovanja vedno nekaj posebnega. Ja. Ja, no, tako da jaz mislim, da pač želijo si na vse pretege nazaj priklicati to temo. Jaz mislim, da, kako bi rekla, oni niti niso sposobni voditi kakšne drugačne politike, kaj več, česa več od sebe dati, ker očitno to je pač njihov domet, ne. Tale aktivizem, ki se pač promovira v množičnih medijih, ki je popularen, za kaj več pa jaz mislim, da niti ne delajo toliko ur na dan, da bi lahko kaj več sproducirali od tega, no, če se mene vpraša. Ampak problem je v tem, ne, da mi smo članici, torej RTV Slovenija kot javna televizija je članica Evropske radiodifuzne zveze EBU, ki to organizira, ne. Zdaj smo si na nek način pljunili v lastno skledo, ne. Če bi bila to neka zasebna televizija, ne, ki bi jo ljudje naročali, v redu, naj delajo, kar hoče, ampak ne moramo zdaj mi pravzaprav proti EBU-ju, ki nam na nek način omogoča način financiranja z prispevki, tudi proračunsko, ta javni način financiranja zdaj takole proti EBU-ju delovati, ne. Ja, to je zanimivo, tega nisem vedela, no, da je v bistvu še ta zadeva vzadej. Jaz mislim, da kar se tiče sredstev, so se oni kar navadili na to, da se pač ministrstvo oziroma vlada odloči, da jim bo prerazporedila iz Urada za narodnosti tistih par 10 milijonov, ne pa ga skanalizirala na RTV in od tega očitno pač čisto udobno zaenkrat funkcionirajo. In to ob vseh reklamah, ki jih EBU pravzaprav omejuje. Tudi reklame imajo, reklamirajo, dobijo iz proračuna, od naših položnic praktično in zdaj še ne bodo v EBU-ju sodelovali, še hamasovsko politiko delajo. Ja, to so popolnoma neracionalne odločitve, ki v bistvu nam zapirajo vrata za naprej, ne. Na vseh področjih se to dogaja, na žalost. Nismo več neka kredibilna država in mene zelo skrbi, kakšen ugled smo mi dobili v bistvu pri drugih deležnikih, a ne, se pravi na globalnem nivoju. No, zdaj, kar se tiče kredibilnosti, smo pa ta teden imeli tudi nek dogodek, in medijski dogodek pravzaprav. Borut Pahor se je pojavil v reklami za pižame, ne. In to je seveda izzvalo val protestov, ne, tam je neka gospodična, pomanjkljivo, ali ne vem, če sploh oblečena, ne, Borut Pahor v pižami kot nekdanji predsednik. To je bilo zelo veliko protestov in velik odziv javnosti, ampak ljudje pozabljajo, da je recimo Milan Kučan bil na 100. shodu kolesarjev, z kolesarskim znakom se je udeležil državne proslave,
pravzaprav je tudi reklamiral nekaj, a ne? In konec koncev je Milan Kučan ščuval proti in rovaril proti tedanji vladi. Bomo zdaj poslušali, kaj je povedal, in seveda razmislili o vprašanju, kaj mene bolj moti. Ali me bolj moti nekdanji predsednik, ki reklamira pižamo, pri čemer je nekdanji predsednik v bistvu po poklicu bil tudi maneken, da se razumemo. Ali me bolj moti nek predsednik, ki je upokojen, pa ščuva proti tekoči vladi, pa okoli reklamira neko gibanje, neko nevladno gibanje, ki je v času covida zborovalo. Poglejmo, kaj je Kučan povedal na 100. zboru, to pa je bilo marca, mislim, da je bilo to marca 22. Poglejmo. Glasujmo za zmago strank, ki so na strani ustavnih vrednot. Bravo! Ne pozabite, vsak glas šteje. Vsak bo pomagal, da bomo na ruševinah demokracije, ki jih je povzročila sedanja avtokratska oblast, zgradili svobodno državo, demokratično in pravično, prijazno vsem svojim državljanom. Takšno, kot ste jo izpisovali tudi udeleženci kolesarskih protestov. Bodimo optimisti, povejmo si, vredno se angažirati. Kot vidite, so na 100. shod prišli čestitati tudi policisti, ni jih. Lepo, hvala. Torej, ali nas bolj moti nekdanji predsednik, ki reklamira pižamo z neko mledenko in se zgražamo, ali nas bolj moti nekdanji predsednik, ki je v času legitimne vlade pa nekega covida takole ščuval in je bil zelo konkreten, ta govor njegov pa ni bil nič kučanovski, ne, malo sem, malo tja, pa si izberite, kar vam bolj paše, je bil zelo konkreten in je ščuval in rovaril. In se seveda mi danes sprašujemo, zakaj je bil tak volilni rezultat. Zato. Če najprej pokomentiram to objavo Boruta Pahorja, jaz moram reči, da sem se tudi, jaz mislim, da je mene malo tudi šokirala, no. Meni se sicer zdi, da gre to za sliko, ki je bila generirana z umetno inteligenco, vsaj do neke mere, vsaj ta ženska se mi ne zdi čisto realistična, pa vendarle, ne vem, no, dobro, zdaj smo se že navadili Boruta Pahorja, da je pač šel na polno v te influencerske vode, meni so drugače njegove objave tudi všeč, sploh njegovi videi, ki so zabavni. Tam je bila mogoče res mal kaplja čez rob, no, saj kar se tiče dobrega okusa, pa tudi, če bi bil samo navaden vplivnež, bi me to zmotilo, no, ne glede na to, kaj je zdaj on pač bil v preteklosti v naši državi. Je pa treba vedeti, da takšna objava, ne, veliko bolj pade v oči, zbode, ne, je veliko bolj direktna, kot pa to, kar je počel Milan Kučan na tem posnetku, ki sva ga gledali. Ne. Ker v bistvu to, kar je objavil Borut Pahor, to nekako šokira. Tam gola ženska, ne, takoj pač vzbudi nek odziv. To, kar pa počne Milan Kučan, je pa veliko bolj subtilno, pritlehno, ne. Sploh, ko se pojavlja s takimi simboli, recimo na tisti kolesarski znak, kolesarskim znakom. Na državni proslavi. Na državni proslavi, ja. Ker recimo ljudje, ki ne spremljajo pozorno situacije, pa vidijo tale znakec, se ne vejo, kaj pomeni. Ne? Pa če je nek znakec v redu, a ne se ne ukvarjajo s tem, ne zbode, ne vidijo direktnega pomena, kaj to, a ne? Če bi se to v svojem, ne vem, če bi veliko bolj direktno, kako bi rekla, pokazali, kaj ti simboli pomenijo, bi tudi prišlo do množičnega zgroženja. Zdaj ta njegov govor na Trgu Republike, pa na tudi 100. zboru, na 100. na obletnici, 100 dni, 100 petkov so imeli. Ne? Tudi nekako se ne more primerjati s to objavo Boruta Pahorja, ker gre za popolnoma različne situacije. Ja, ne? Tako, kot sva prej rekli, takrat so ustvarjali v državi tak naboj, tako atmosfero, da mi živimo v avtoritarnem stanju tako zaradi lepšega, ker se je pač gospod Janša tako spomnil, ker seveda ni bilo res.
ampak do te mere so pač narod zmanipulirali. In seveda to, kar so potem govorili, take javne osebnosti so samo še podžgale ljudstvo. Ne? Ja, res je, moramo se osvoboditi. Ne? In oni niso vedeli, kaj te osebe z njimi počnejo v resnici. Ne? Kako so jih v bistvu ustvarjali v čredo nekih ovc, ki jim sledijo njihovi temačni agendi, da nas popeljejo pač v tako temačne čase, kot so nas, v katerih smo se zdaj znašli. In zaradi tega ščuvanja mi imamo zdaj Goloba. Ja, točno tako. In če zdaj mi pogledamo te stvari za nazaj, če naredimo tako primerjavo zdaj za nazaj, kot smo jo midve zdajle naredili, seveda mislim, čisto drugače vidiš te stvari. Ampak takrat v tistem stanju, s tistim nabojem čustev, s tisto množično laž, ki je bila ustvarjena, to je bil v bistvu nek mehurček, je pa težko videti, kaj se zares dogaja. Sploh, če človek ne spremlja, sploh, če ti samo nasedeš vsaki floskuli, ki preleti iz množičnih medijev. Zato je tudi zanimivo, da nas in ljudi je zmotil zdaj Pahor v tisti pižami, zdaj ali to umetna inteligenca ali ne, ali deepfake, ne vem, ampak to je ljudi zmotilo še in še. O tem, kar je pa Kučan počel, pa sploh se več ne govori. To je pa čisto pozabljeno. Mene Pahor v pižami ne moti, zaradi mene ima lahko 2 ženski gor. Mislim, ali pa še koga. Da ne rečem kaj drugega. Ampak mislim, da je problem Slovenije ta, da je ena določena politična elita, njej je dovoljeno vse, o njih se nikoli nič ne vprašamo, nič ne analiziramo, druge bomo pa pribijali na ne vem kakšne sramotilne stebre. Ja, res je. Konec koncev ne ukvarjamo se s pravimi, z resničnimi problemi, s tistimi, kar zares šteje, ker zelo enostavno, mislim, ponavadi se vedno ljudje ukvarjajo bolj s takimi plehkimi vsebinami, to ponavadi pač veliko pozornosti vzbudi, pa ljudje se radi o tem pogovarjajo, pa tudi, če je čisto prazno. Da bi se pa zares pogovarjali o takih ljudeh, ki ima tak globok pomen, to je pa že malo težje, pa je treba malo pomisliti, pa konec koncev, mi imamo tudi ženo, zdaj predsednika vlade, ki je pa mogoče kdaj tudi bila ta ženska, ki je takole ležala na nekom. Vem, da skrožijo zelo vprašljive njene slike, gole, vem, da se je tudi na neki točki na pol naga slikala za neko revijo leta nazaj, da je počela marsikaj, in o tem se pa ne pogovarjamo. Še dobro bi bila ta ženska na Pahorju blondinka, Ja. Vprašanje, mogoče bi mogla biti črnih las, pa bi bil mir, Ja, no, zdaj seveda ta teden smo tudi izvedeli, da se je Slovenija na indeksu svobode izražanja znašla med manj svobodnimi, in seveda je bil ta padec katastrofalen. Tule vidimo, da smo padli na 81. mesto izmed 179 držav, to je praktično, smo na polovici, tamle vidimo gor tistole bolj temno zeleno, ko je, slabše je, Slovenija je tam nekje pri 5,5. To se pravi, mi praktično v indeksu svobode izražanja zdaj nismo prav zelo visoko, ker konec koncev niti niso mediji dostopni vsem. Recimo Urša Soares Cankar, ki zagovarja življenje in ne splava, ne more na nacionalno televizijo, sploh ne, pa sploh še ni nič rekla. Dočim kot drugim je pa pot vedno odprta in pa seveda nekateri bi radi, zdaj če gledamo na to srebrno nit, bi radi preprečili, da ljudje sploh povejo, kaj mislijo, ker bi se morali birokratsko prijaviti ne vemo kam. Kako ocenjujete ta indeks svobode izražanja? Ja, v bistvu s tem nam je povedano, da je Golob prinesel ravno nasprotno od tega, kar je obljubljal. Obljubljali so nam svobodo, prinesli so nam zapor, v bistvu, če lahko tako rečem. Oni so takrat sploh leta 2020 začeli ustvarjati to klimo, s katero so nas v bistvu programirali kot narod. Se pravi, ta opcija, ja, druga opcija, boljš da stiha. Si pa janšist, fašist in vse najslabše na tem svetu, in to se zdaj potencira. To je pokazala, tako kot ste omenila, srebrna nit.
da ali si z nami ali pa si proti nam, oziroma če si proti nam, te bomo pa kar eliminirali iz družbe. Nisi vreden, da v bistvu sploh odpreš svoja usta, ne. In v bistvu s tem se ustvarja nek kolektivni strah, oziroma so ga že ustvarili, a ne, ko recimo ljudje niso, ne vem, ljudje se še danes težko opredelijo kot, ne vem, volivec SDS-a, ne. Ker potem si deležen nekega zgražanja, ne, SDS, to pa ni okej, čeprav v bistvu, a ne, sploh ne vemo niti zakaj, a ne, je res taka klima proti SDS-u. Ta skupina ljudi potem nima nekih trdnih argumentov, zakaj je pa to zdaj tako sporno. In jaz opažam ta val, da je skozi več ljudi, ki se upajo temu upirati, a ne, in se upiramo vedno bolj. Ampak je pa težko vsak nastopati iz te cone obdobja, a ne, in traja tudi nek čas, da se to razbije, da se znebimo teh okov, ki so nam jih nadeli ti skrajni levičarji. In jaz mislim, da to je zares zaskrbljujoča lestvica, da bi moralo biti bolj predstavljeno tudi v množičnih medijih, ker se ne zavedamo tega čist v svoji celoti. Je pa to, se mi zdi, bilo prisotno tudi zelo dolgo časa na Zahodu, ne, na splošno. Sploh proti politiko, ki jo je vodil Joe Biden, ne. Prebojenstva, ne? Prebojenstvo je v bistvu ta ideologija je to prinesla, to je tudi prisotno po pač ostalih državah Unije. Ampak se mi zdi, da pri nas je pa situacija sploh pripeljana do totalne skrajnosti, ne, ker mi pa imamo prebojenstvo, ampak imamo pa tudi še vedno to neko revolucijo, no, ki se še ni zaključila, ali kaj? Ja, Mediana mora narediti anketo, zakaj ne maramo Milana Kučana. Ja, ali pa zakaj ga maramo, ne. Ja, Ta anketa to še čakamo, ne, da se bomo začeli spraševati o pravih stvarih in o pravih osebah, ne. No, seveda ta teden je bil objavljen tudi intervju z Urško Bačovnik Janša in glej ga zlomka, Ona plus, to sodi pod Delo, zraven je bil pa pripet tudi doktor Robert Golob. Živimo v kolektivni norosti, je povedal. No, in seveda, glejte, zdaj se je oglasil tudi Janez Janša in rekel, da so pravzaprav zlorabili intervju in so pripeli zraven še Goloba, da se Golob na nek način, bom tako povedala po domače, šlepa zdaj na Urško, ne, ker mu pada popularnost. Kaj vi mislite o tem? Jaz mislim, da sprva je že zanimivo opaziti ta kontrast, a ne, izjav, se pravi, po eni strani Robert Golob, ki pravi, da živimo v kolektivni norosti, po drugi strani pa gospa Bačovnik Janša z tako lepo, milo izjavo, da pač je obkrožena z dobrimi ljudmi, da zaradi njih je boljši človek, a ne, že tle vidimo, a ne, s kakšnimi ljudmi imamo opravka na eni strani in s kakšnimi na drugi strani. Zdaj, kakor sem slišala, se je prišlo do nekih odpovedi ali kaj, da so planirali nekoga drugega namesto Goloba in so ga potem urinili v zadnji moment, nekaj takega. Zdaj ne vem, mogoče se to naredili celo namenoma, da ne bi gospa Urška požela preveč pozornosti, a ne, so morali hitro kontrirati. Tako, a ne, čeprav da ne bo slučajno druga stran preveč v ospredju. Da ne bo Golob užaljen, mogoče kakšne sankcije sledijo. Ja, tako, sej dobro, da niso dali kar še Tino Gaber Golob noter, a ne, namesto Goloba, da ne bi bila ona zanemarjena v javnosti, ker to je še vseeno, se mi zdi tak izreden dogodek, da se gospa Janša pojavi na naslovnici revije. Se mi zdi, da že desetletje ni bilo takega intervjuja, a ne, ker ona se res bolj redko oglasi v javnosti, a ne. In vejo, da ko pa se oglasi, pa pritegne kar nekaj pozornosti, a ne, ker je zanimiva gospa, a ne, pa bolj malokrat spregovori, a ne, in valjda vse zanima, kaj bo zdaj povedala. In ne vem, očitno so želeli to majčkeno, kako bi rekla, ustaviti ta val, ne, ki bi ga mogoče desnica s tem pridobila, oziroma nasploh gospod Janez Janša, pa so vsilili noter še Goloba. Mislim, meni se zdi to taka pritlehna akcija, ki so jo izvedeli, ampak še vseeno se mi zdi, da gospa Urška
je požela več pozornosti, sploh s to naslovnico, ne, in da jim to ni ravno uspelo. Ne. Tudi, ko gre človek brati, ta njen intervju je tak zelo lep, nežen, tako, v bistvu, tako ženstven se mi zdi, ne. V bistvu čista neka, kako bi rekla, čisto nasprotje te retorike, ki jo uporablja pa druga strana, ne, pri Robertu Golobu. Medijska manipulacija, vse tega smo že vajeni. No, se je pa seveda Tina Gaber Golob oglasila ta teden, namreč tržni inšpektorat je začel pregledovati influencerje, to se pravi vplivneže in njihove profile, in je potem Tina Gaber dejala, da se strinja s tem, da mora biti področje urejeno, a hkrati je opozorila na prakse inšpektorjev, ki so po njenem mnenju skregane z zdravo pametjo. Seveda je dejala tudi, da ljudje mislijo, da njen soprog pošilja te inšpektorje, ampak da ne, da on s tem nima nič. In seveda se velja spomniti ob tem, kakšna je bila izjava Zale Klopčič pred 8 meseci. Takrat se je pa Tina Golob, takrat je bila pa še Tina Gaber, ne, vpletla v medijski zakon in je kritizirala Zalo Klopčič, ki je pobirala podpise pod peticijo. Poglejmo zdaj, kako je bilo pa takrat s to reakcijo, kaj je povedala Zala Klopčič. Partnerka od Roberta Goloba, Tina Gaber, je seveda takoj mogla skočiti v igro in poskrbeti za to, da influencerji ne bi bili preveč prestrašeni zaradi moje peticije. In je, kot vidite, s to zelo argumentirano in z dejstvi podkrepljeno objavo res pokazala, da se motam in da absolutno ta peticija nima nobenega smisla, ker ta zakon je itak toliko perfektno in profesionalno napisan, da ne odpušča odprtih absolutno nobenih vprašanj. Ne hecam se, dobesedno tukaj sam prav, da lažem in manipuliram. Klasika. Ampak moram vam to povedati, da polk je Tina Gaber dala ta story ven. Mi je ogromno ljudi pisalo, da zdaj bo pa res podpisali peticijo, ker nje pa res ne prenesejo. In kdo sploh je Tina Gaber, ki si dobesedno deli poslo z našim premierjem, dobesedno, da bo ona zdaj zagovarjala njihov zakon. Ja, logično, da ga bo zagovarjala, saj najbrž se ga je z njim skupaj spomnila. No, in zdaj je ta bumerang spet priletel okoli, ne, takrat zagovarjala zakon, zdaj pravi, da ne, ker zdaj so dejansko ti influencerji dobili inšpekcijo. Torej, še en poskus tega vladajoče svobode, prej zavajanja, zdaj so dobili sami to porcijo v glavo, da tako rečem. Nasploh mi je zanimiva ta aroganca žene predsednika vlade. Ona se kar vmešava v take stvari. Enkrat vem, da je tudi dala na story, se pravi, vodjo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke v parlamentu, pa jo nekaj pokritizirala. Mislim, pa kdo si ti neka influencerka, da boš, mislim, že to, ne, da boš zdaj to komentirala, po drugi strani pa, mislim, to res ne pritiče partnerki najvplivnejšega človeka v državi. No, mislim, tle res... In zdaj tudi kot soproga je spet reagirala. Ne? Ja, in zdaj tudi kot soproga, seveda se pač ni umirila, zdaj se mi zdi, je to samo še dodal veter v jadra in ne vem, no, te ljudje res nimajo razčiščenih pojmov, je pa res smešno, ne. Ko se sama pritožuje nad državo, ampak po drugi strani pa reče, ampak ne, to moj mož ni kriv za to. Krivi so vsi ostali in je pokazala s prstom na Matjaža Hana iz SD-ja, na Levico, ki je konec koncev ta zakon spisala in človek se res vpraša, pa kje mi živimo? Ne? Mislim, kakšnem cirkusu smo se mi znašli, med sabo se potem vsi obtožujejo, kdo je kaj naredil, pa kdo ni, čeprav so vsi pri koritu, ampak ne, nismo nič mi krivi, se konc koncev. Tudi prvič v tem mandatu smo videli, da je vlada protestirala proti sami sebi, ne vem, kaj točno je že bilo, ko so se zbrali pred parlamentom. Mislim, pa to je res... Ja, kaotično, kot je zapisal Golob, tam pa ona plus, sej on. Ja, res. Sej to je to, ja. Sej on to živi, ne, on ima to doma, konc koncev, ne. Vsi mi imamo, da je to ta kaos, to zmešnjavo. Ja, in ona je dobila zdaj kaj od inšpektorja nekaj, tako da, mislim... Dobar. Boga, ali kaj ne rečem. Ja. No in za konec vedno malce pogledamo, kaj se še dogaja v Ljubljani in v prestolnici. Zdaj tale vest je tudi izbila ta teden, da slovenska
vlada daje javni denar za vodovod v Veliki Kladuši. No, tule je zdaj že Zoran Janković seveda gostil delegacijo iz Velike Kladuše. In lejte, namenili ji bomo, temu vodovodu in Veliki Kladuši, 762 400 evrov. Ne, to se pravi, lejte, to je bil uradno predlog Tanje Fajon, ministrice za zunanje zadeve. Jaz ne vem, a si Tanja Fajon išče službo novo v Veliki Kladuši ali kaj, ampak skratka, treba je povedati za konec, da brez oskrbe s pitno vodo je v Sloveniji okoli 150 000 ljudi, vključno z Romi, ki jih imajo pravzaprav vedno na besedi in na ustih. Ja, točno to ne. V Sloveniji je toliko krajev, kjer nimajo urejenega vodovoda, sem videla, da se je tudi veliko ljudi oglasilo glede tega, azbestne cevi po eni strani, se pa gremo potem take projekte v tujini. Vse je lepo, da se pomaga, nič ne rečem, ampak zakaj pa ne bi najprej doma uredili te situacije, a ne pa pol razsipavamo svoj denar, kar se tiče tujih držav. Je pa treba vedeti, da v bistvu ta župan Velike Kladuše je že pač ima neko preteklost z našim županom Jankovićem in ga je že v preteklosti tudi podprl javno, ne. Je pozival, nek poziv je dal pač prebivalcem Velike Kladuše. Tako da ne vem, očitno se pač prijatelji tukaj med sabo malo talajo denara, ne, pa pač ne vem, pač imajo se fajn. Imajo preveč denarja. Ja, imajo se fajn, razsipavajo zdaj pri koritu. Se je rekel Golob, da če bi imel še več denarja, bi za neumnosti, najbrž to tono. V bistvu je dobro samega sebe opisal, a ne pa svoje te koalicijske partnerje in svoje pač kolege. Razen če Tanja Fajon ne išče nove službe. Mogoče v Veliki Kladuši, ne? Mogoče. Ja. Dobro, naj bo to toliko za ta Miklavžev teden, da tako rečem. Karin Planinšek, najlepša hvala za vaše komentarje. Hvala tudi vam. Hvala za pozornost. Nasvidenje.